Spoštovani, spoštovane, dobrodošli, pozdravljeni v še eni januarski oddaji podcasta. Zdaj gre za tek, to je številka 288 v 6. sezoni. Hvala. Hvala, ker me spremljate, hvala, ker ste naročniki tega podcasta. Ja, lahko mi pomagate s tem, da na YouTubeu kliknete naroči se, prav tako to naredite na iTunesih ali na Spotifyju, res bom hvaležen. Vsake naročnine tako širimo našo skupnost, ja, tako, našo skupnost, zaradi tega dosežemo več ljudi, dobimo še zanimivejše goste, ki jih potem privlečem semle pred kamero in pred mikrofon in vam predstavim njihove zgodbe. Če imate kakšen evro odveč, se priporočam tudi za donacijo na Flik, na PayPal, vse objavljeno spodaj. Ja, če imate kakšne bolj plemenite namene s vašim denarjem, pa tudi nič ne zamerim. Hvala, ker ste z mano, lahko tudi naročite majico, si danes že tekel, si danes že tekla, pošljem vam jo na dom za 15 evrov, tako pa se boste lahko ponašali tudi z njo. Ne bom dolgovezil danes, ja, spoštovana publika, ker imam kar 3 zanimive goste. Ta oddaja je namenjena posebnemu fenomenu. O fenomenu, ki bi bil še nekaj let nazaj bolj utopija kot realnost, namreč da mladi, ja, generacije z stari med 18 in 30 let tečejo. Ja, in to delajo z veseljem. Ta fenomen se v zadnjih 2 letih v Sloveniji zelo lepo prijel in zato bom danes govoril o tem, kako, na kakšen način, kje, kakšni so koncepti, kdo to počne. 3 mladeniči se mi bodo pridružili. Med drugim Metod Rozvan iz Running Club Community iz Maribora, pa Luka Černila iz Runs & Coffee iz Ljubljane, nazadnje pa še Blaž Mujdrica iz Ljubljana Run Cluba. Ja, vsi 3 mi bodo povedali, kaj je recept, da mladino, ja, študente, dijake, na vse zadnje, mlade posameznike in posameznice spravijo v gibanje, na tek, na socialna druženja, ja, to so njihovi klubi, druženja, spoznavanja, tudi date klubi, če hočete. Vsekakor zanimivi koncepti, ki rastejo eksponentno in ki tudi vas, draga publika, lahko povlečejo tja ven, na nova poznanstva, med nove ljudi. Preden pa goste povabim k besedi, tokrat predstavim samo knjigo in film tedna. Ja, knjiga, ki me je navdušila to zimo, je Osnovni načrt Roberta Plomina. Izvrstna knjiga, priporočam, če ste vsaj malo navdušenec nad tem, zakaj delamo stvari, kot jih počnemo, ali na nas vpliva narava, ali vzgoja oziroma genetika, ali okolje. Ja, kaj s to knjigo dokazuje Robert Plomin in z vsemi raziskavami za njo. Ključno sporočilo njegovega dela je, da genetika igra ključno vlogo pri oblikovanju ne samo našega vedenja, našega telesa, pač pa tudi osebnosti in sposobnosti. Ja, pogosto, če ne kar zmeraj več kot okolje, v katerem odraščamo. Vendar geni ne delujejo izolirano, okolje lahko vpliva na njih, kdaj, kako, na kakšen način se izražajo. Človek je sicer rezultat kompleksnega sodelovanja tako med dednostjo in okoljem, ampak ko boste prebrali to knjigo, vsaj pri mene se je tako zgodilo, jaz sem bolj pomirjen. Ja? Bolj pomirjen, lažje živim, ker vem, da me genetski ustroj definira v veliki meri in da se pač marsikatero stvarjo pri sebi in pri svojih otrocih pač moram sprijazniti in se ne sekirati. Pa še film tedna, pravzaprav predlagam vam tokrat, da si ta film ogledate v živo, ja, na filmskem večeru, kje drugje kot v novo odprtem Urban centru v Ribnici. 30. januarja v petek bo tam premiera dokumentarnega filma Badwater 135. Ja, ultramaraton najtežji na svetu, ki ga je premagal nihče drug kot Ribničan Boštjan Šenlip. Film pripoveduje o moči človeka, o družinski povezanosti, o mejah človeške zmogljivosti ter dokazuje, da tudi iz Ribnice vodijo poti do največjih svetovnih izzivov. Kamera, ki jo je imel Boštjanov sin, je ujela vse pristne trenutke
napore, dvome, bolečino, podporo ekipe in vse tihe zmage, ki so vodile do zmagovite ciljne črte. Ta premiera, kot rečeno, 30. januarja ob 7. zvečer, Urban Center Ribnica, karte dobite v gostilni in pizzeriji Harlekin v Ribnici, cena vstopnice 10 evrov. Vabljeni na večer navdiha in resničnih zgodb. Zdaj pa k mojim gostom, končno prvi je Metod Rozman, klub 365 in Running Club Community iz Maribora. Draga publika, v Maribor se selimo. Moj gost je Metod Rozman, Running Club Community, klub 365. Vsem je povedal, zakaj gre. Metod, živijo. Dobar dan, dobrodošel. Servus, tako kot bi rekli v Mariboru. To, si danes že tekel? Danes sem že, odlaufal. Pa to je noro. Pa kam si šel? Moram biti iskren, prvo sem treniral fitness, torej trening za moč, potem pa še bil tek na tekalni stezi, monotono, ker nisem bil zunaj v naravi. A ko tečeš na stezi, gledaš številke pred sabo ali kaj drugega? Brisačo si gor vrgem, pa uro pol trekom. Dušo, ubijajoča stvar so tiste številke na tekalni stezi in se jo izogibam, kaj hudič križa, no, da, recept je brisačo čez, pa Veš kaj, največja muka je, ko gledaš v zid, pa tekaš. Pa nimaš okna ne na desni, pa ne na levi, ampak gledaš zid. Mislim, res, ne vem, kako slabo vreme moglo biti, da ne bi šel ven, ampak ja, mogoče se enkrat bom požrl ta zarečeni kruh, pa bom šel na tekalno stezo. Koliko si odtekel, Metod? Tako je easy run, danes imel 7 km je bilo, pace je bil 5,5, torej res tisto to je res bilo tako na easy. Mislim, zdaj, da si tako rekel, ne, da smo tam zunaj vsi olimpijski prvaki, hecam se, pa in da so postavila, evo, da najno poslušalstvo, drage dame, dragi gospodje, ki tole gledate, poslušate, vidite, da gre za resnega tekača, ne, imaš, še malo k tebi letos v kratkem kakšne resne plane, ki je odlaufati, kakšen maraton? Lani sem imel v planu maraton, znam tako povedal, lani sem imel nameraval iti na en maraton z moj kilažo, kaj imam, 95 kil, da bi šel v Lizbono, bil sem prijavljen pa vse, ampak zraven sem še hodil na pol maratone z enim mojim kolegom, torej shout out Jaka, pa smo, lovila smo čas določeni, kar pomeni pod uro pa pol. Na Ljubljanskem maratonu sem prišel pod uro pa pol, tako da tisti, kateri itak me spremljate, ste videli čas. Po en teden zatem pa je bil ravno Lizbona maraton in jaz še do srede nisem bil regeneriran, tako da sem moral odpovedati Lizbono, ker Lizbono sem jaz tudi celotni maraton, če loviš tale čas in sem lovil tale čas in sem vedel, če grem za 42 kot tekat v Lizbono, ne bom dobil svojega časa in sem sam sebe bediral, pa se bi mi na primer tek zameril. Pol sem raje rekel, neham, raje laufam malo tako za dušo še zdaj, pa zdaj letos pa nameravam pol maraton spet, da dobim neki svoj čas, 2 maratona pa polovičko Ironmana. Tako da tudi zdaj je kolo, ne? Čakaj, kje je tu? Odlično. Zdaj, prijavljen si že na vse te evente, najbrž, ja, tako. Ja, tako. Kje boš polovičko naredil? Klagenfurt. Kje pa maratone? Ja, kje pa maratone? Maraton Lizbona, valjda, Redemption. Tam si že tekel, si mi prej dejal? Ja. Tako, tam si že. Iz Kaškaja v Lizbono ob Bali, a je še ista proga? Tako, ista še. Pol je lepo. Mi smo bili tam leta 23, je bilo 38 stopinj in to, da niso odpovedali vsega, res noro. Računam, potem so zdaj prestavili, zdaj 14 niso prestavili. Boljše, pametno, res. Mislim, noro. Drugače pa Lizbona, super izbira. Zakaj ste se dobila Metod Rozman danes, da mi boš razložil, se še gledati na Instagram, 6761 followerjev. 6761 followerjev ima Running Club Community. To so pa že kar velike številke za neko tekaško asociacijo ali pa združbo, ne? Pa klub 365 piše zraven, zdaj mi boš ti razložil, kaj hudirja to je. Okay. In kdaj si se tega spomnil in kako vse skupaj nastavili? Izvoli. Klub 365 je, lahko si predstavljam, to je kot ena hiša, torej to je glavna blagovna znamka, pod katero spada zdaj Running Club. To smo mi zdaj tekači. Kar še pride pod 365, ne bom zdaj to povedal, ampak je to skrivnost. Torej, Running Club sem začel, oziroma smo začeli
lani januarja, konc januarja, torej kmalu bomo praznovali 1 leto in tudi v februarju imamo otvoritev, torej 7. februarja, tako da lahko vsi prijete, čau, na lauf. In skratka, začeli smo januarja in jaz mislil, da tega še v Sloveniji skratka ni bilo, oziroma še ni. Potem pa si šel pač pogledati malo na Instagram, tako kot vedno pogleda vsak mladostnik, pa vidiš, ok, v Ljubljani sta 2, pa v Mariboru je bil tudi nekaj, ampak noben ni imel takega koncepta, tako sem si zdaj na primer jaz predstavljal, da bi dejansko ti uvedel noter dogodke, pa dejansko druženje. Kar pomeni, večina teh ranih klubov, ki jih poznam, lahko tudi tu zdaj povem, pa dam taki malo shoutout v Ljubljani, Runs & Coffee mi je legit in bi jaz rekel, ta Ljubljana Run Club, ti so tudi vrejo, ne, jih zdaj poznam osebno, ampak ja, Runs & Coffee so mi legit, skratka, in tam je bil koncept ponavadi tak, ko sem dobil informacije, nisem še ga samo udeležil, da so se dobili, pa prelaufali in je bilo to. Ok, jaz sem pa hotel čisto drugače zapeljati, torej jaz sem hotel dati noter take male mini dogodke, tako kot, če zdaj tu omenim, nočni tek, da se nekaj dogaja, tek za samske, torej, da imaš črno majico, pomeni, da si samski, če imaš belo majico, pomeni, da si zaseden, da uvedeš noter DJ-ja, da uvedeš noter neki odštekani plac, da uvedeš noter, ne vem, tako kot smo imeli Craft Run, pa še ga bomo imeli z Bevogom. Torej, da je odpičeno, da lahko res čisto vsak pride, kar pomeni, tudi če tebe ne zanima tek, da prideš pa da si izkusiš, ker 5 km se smatra, da bi znal lahko vsak pretežiti pod takim pacem, kot ga imamo zdaj mi 6 pa 60. Poanta je to, da dejansko poanta po teku je, pač point je samo po teku, da se ti sedeš pa se podružiš, pa izmenjaš malo informacije, pa mogoče navezeš neke stike, pa potem med tednom se zmeniš, da greš skupaj tekati pa laufat, ne. To je bil takšen koncept, da hotel sem čisto drugo smer iti, ne, vse tako kot se vidi, je čisto drugo, pač ni navadni running club, ampak je že bolj ali manj dogodke delamo, ne, prav dogodke. Se pravi, to je zraslo na tvojem zelniku, ali si se vsem zgledoval pomoče po kakšnih tujih primerih, v tujini najbrž to že obstaja, najbrž si se pozanimal, te je navdušilo morda, da se to dogaja kje v anglosaksonskem, germanskem, frankofonskem svetu. Tako. Bil sem v Barceloni na enem run clubu, pa tudi na Dunaju sem bil, ampak se tako odpravim. Dobili so se, pa so odlaufali, po koncu so se pa podružili, ampak so se ponavadi družili ravno tisti, kateri so se že poznali. Pri nas pa je ravno taken koncept, nočemo biti preveč siljivi, ampak vsak se z vsakim malo naveže stik, ne. Tam tudi niso imeli dogodkov, komaj leto so začeli uveljavljati noter dogodke. Na primer na Dunaju, kateri je en največji run club, Salty Run Club, kaj pač poznam lastnico pa vse, je isto sama rekla, da vi imate to odštekano, to še mi moramo začeti tako delati, ne? In so potem dejansko čez kakšen mesec dni uveljavljali take dogodke, da so dejansko imeli, tako smo mi imeli Matcha Run, so oni začeli tam promovirati, ne, Matcha Run. Pol so začeli tudi tega z Night Runom oziroma neki Glow Run varianta. Tako da, nočem zdaj reči, da smo mi vodilni, valjda, da ne, daleč od tega, ampak mi pa je lepo, ko vidim, da nekdo malo tak vzame inspiracijo od nas, pa jo vpelje v svoj run club, ker mi je ful mi je všeč to. Ker pač itak podpiraš tale življenjski slog, kaj se tiče tega, da naj pridejo ljudje samo odteč, pa odlaufat, nekaj dobrega naredijo za sebe, pa še mogoče spoznajo koga, ker itak vsi smo preveč na teh telefonih, pa vseh teh izdarjah. To drži. Zdaj, ti si vendarle, okej, da reči, da ustanoviš tekaški klub, moraš zaznati, da je potreba potem, da so ljudje, ki bodo prišli, a si šel čisto na blef, ker si sam tekač, prej sem se pogovarjala, da vendarle si tekač, kljub temu, ne, da šteješ rosnih 30 že, ne vem, več kot pol življenja. Iskreno povedano, šel sem na blef, ker, tako bom povedal, bil je Maribor, je že imel en run club, pa v Ljubljani sem imel dva run cluba, katera sta dobra run cluba. Pa sem jaz tako mislil, dobro, gledaj, za provat, če probam, nimam nič za zgubiti, pa sem probal prvič, ko smo imeli januarja soft launch, koliko misliš, da se jih je udeležilo? Se pravi, na vašem prvem dogodku? Prvem, ja. No, vem, 30, 50, kaj pa vem? 6. Od tega smo bili 3 prijatelji, pa 3 novi ljudje in je bilo to. In je bil en teden takšen, da sem zdaj razmišljal, ali naj štartam, ali ne štartam, da še damo en dogodek, pač da še enkrat začnemo laufati, ni bil dogodek, ampak pač da začnemo spet laufati. Pa sem rekel tako sam sebi, ker pač ful sem trmast, valjda, pa športnik, pa sem rekel, ajde, gremo še enkrat. In se je prišlo na drugem srečanju nas v Blentu je bilo
26. Torej nekaj je bilo dejansko povod za to, da smo pol dejansko vztrajali, pa šli še v druga mesta pa vse. Se pravi, začel se v Mariboru, Tako. reklamo ste začeli delati čist na blef, ne vem, na Instagramu, še kje Tako. drugje. Ja. Čist na blef Instagram. In potem so začeli ljudje prehajati, ki so to videli na socialnem omrežju in jim bilo zanimivo in so rekli, ok, gremo pogledati, kaj to pomeni 5 km tež, da jim obdravi. Tako, to je bilo dejansko. Kakšna, ok, zdaj pa, mislim, zakaj predvsem govorijo, ne, ker jaz sem gledal fotke, filmčke z vaših dogodkov, ne, tam je sama mladina, ne, kar seveda človeka navduši, ker nismo vajeni teh fotk, da bi, če reš na tekaško pridite v Sloveniji, vendarle veliko tudi, bom rekel, tekačev srednjih let, tule je sama mladina, je bilo v osnovi že pač ciljano, si ti ciljal na to, da mlade spraviš pravzaprav v gibanje. Ciljano nič ni bilo. Ciljano je bilo samo to, da speljemo vsak tekaški dogodek tako, kot se spodobi, da imamo v redu ogrevanje, da imamo v redu vibe, pa da se v redu podružimo. Meni je bilo čisto vseeno, kdo pride. Ali je to zdaj otrok, ali je to zdaj pes, ali je to zdaj mačka, ali je to zdaj stari, ali je to zdaj, ne vem, ali je to zdaj tujec, čisto vseeno. Ker pomeni, da po tem naknadno so itak dejansko prišli ljudje z psi, starejši so prišli, imeli smo tudi najstarejšo tekačico na Ranklovu, ki je bila 76 let stara, 2 takšna bolj veterana, pol smo imeli tudi družino, katera pač ata pa mama sta dejansko dojenčka v vozičku vodila in tekala zraven, tako da je bilo odštekano vse skupaj. Ampak samo po sebi pa se je pol tako oblikovalo, da so dejansko samo mlajši prihajali, bolj ali manj, med 20 pa 30. Ker je pač tak vibe, mal klubski vibe, mal zaradi tega. Ker tudi dogodki so tako usmerjeni, živahni in tako naprej. Živahni, tako. Več deklet, več fantov, enakomerno razporejeno, kaj bi dejal, zdaj imaš že leto za sabo? Jaz bi rekel, da je več moških, ja. Trenutno še vedno več moških pride. Dobivate se redno, ali so to samo dogodki, ali pa imate redne tedenske, seanse, kjer tekate skupaj? Imamo redenske tedenske seanse v Celju, v Ljubljani, v Murski pa v Mariboru, medtem pa so še tile tematski dogodki. To so pa malo večji dogodki, ki se pa zgodijo predvsem, ne vem, tudi v teh večjih mestih, kjer si omenil. Tako. Kako pa, recimo, najbrž nisi bil sam, a si ekipo zgradil najprej, si jo sproti gradil, oziroma zanima me, kako si se potem, marsikdo bi rekel, ok, Maribor, se dobijo, imamo dogodke dovolj, ampak vi ste se zelo hitro razširili, pa še pa Celje, pa Murska, pa tudi v Ljubljano ste šli in tako naprej. Pomeni kar malo več logistike, organizacije, angažmaja. Res je. Moram pohvaliti Manca vodi Celje, Timotej vodi Mursko, Nik vodi Ljubljano, tako da imam dejansko tako ekipico, katera vodi določeno mesto oziroma posamezno mesto v Sloveniji. Ti ljudje so prišli kot tekači, si jih ti povabil? Kot tekači so prišli, ja. In se potem ste se skupaj najdali v tem, da bi oni pa imeli svoj branch, svoj podklub tam. Tako. In koliko zdaj recimo ljudi prihaja na tedenske dogodke, koliko pa na recimo te malo večje? Na tedenske dogodke, odvisno seveda od mesta, Maribor, Celje, pohapsata okrog 30 do 40, Ljubljana zaradi tega, ker je že pač itak sta tam uveljavljena ta 2 Ranklova v Ljubljani je malo manj, Murska pa se še gradi bolj ali manj, v Murski je tak nekje do 10 pride, kar zdaj res ni nekaj dosti, ampak Murska je Murska. Ampak zavdušen sem, da tako delate, tako intenzivno delate povsod. Zdaj mi ti povej, koliko dela imaš ti recimo z vodenjem tega running communityja, ne, zdaj, koliko ti vzame recimo tedensko časa? Me zanima, koliko časa imajo poslušalci, da to povem. Izvoli, beseda je tvoja. Skratka, še vedno večino dela jaz naredim. Na začetku sem itak vse jaz vodil, kar pomeni tudi ta različna mesta sem se jaz vozil, torej noben ni videl od zadaj, to, kaj se peleš v Celje, da si Celje odvozil. Lani, ko je bila celotna gneča iz Maribora proti Slovenski Bistrici oziroma Slovenskih Konjicah, ko so delali cesto, sem jaz v Ljubljano vozil vse, tega ne videl, ko si mogel čakati v zastojih, da si pol samo odlaufal tam, je bilo kar noro, ja. Pol hvala Bogu za Nika, pa za te ambasadore, kateri zdaj vodijo te mesta, sem ful
hvaležen, ampak še vedno rečem, da še kakih 80% delam na tem 365 klubu oziroma running klubu, ker je to moj dojenček, katerega pač jaz vem, kakšne fore, pač trike moraš uporabiti, pa kaj hočem, da je izpostavljeno najbolj. Mislim, te ideje, zdaj brainstormate skupaj, še zmeraj sam vlečeš, iščeš, naumiš nove koncepte oziroma dodajaš nove dogodke, tako naprej. Sam, ker sem bolj ali manj tale kreativec, sem jaz bolj. Se pravi, ta projekt je v bistvu tako, nek side project, je neprofitni, tako ti imaš službo v kreativi, ker se ukvarjaš s tem profesionalno. Si profič, mislim, se lahko moče poveš besedo dve o tem, kje delaš, kaj delaš? Skratka, imam svojo agencijo za marketing, torej dejansko imam že kar nekaj let, kaj se tiče grajenja blagovnih znamk, pa kako približati publiki neko določeno blagovno znamko, pa jo zgraditi, tako da imam neko kilometrino zadaj glede tega. Prav, mislim, tole ti gre odlično, mislim, pa ti kot marketinški strokovnjak povej, kako pomembno je recimo danes, posebej nagovoriti publiko, kot si rekel, generacijo Z, so študente, malo mlajše, malo starejše, moraš biti tudi pri izvedbi nekega takega projekta zelo profesionalen, zelo vizualen, zelo domiselen, ne pali samo vsebina, mora biti tudi forma, kaj bi ti dejal? Jaz bi rekel, da mora biti pač, to je zdaj celotni koncept moraš štimati. Imaš neke določene stvari, katere boš mimo pihnil, v bistvu tak je, tako kot je že en bolj moder moški od mene rekel, da moraš čim več testirati. In dejansko moraš pač testirati. Dejansko eni dogodki so uspeli fukjeno, tako kot je Matcha Run, pa Craft Run, pa Night Run, pa 365 Shades of Pace so noro uspeli, kar si pač jaz nisem mislil. Jaz nisem mislil, zakaj bi te zdaj kdorkoli to prišel laufati, veš, z lučkami pa to, ampak se je odvilo kot noro. Pol pa smo imeli, ne vem, lani septembra tale Move and Groove, kaj isto bomo ga imeli letos, predstavilo se je samo zaradi vremena, ampak celotni koncept pa očitno ni bil tako dobro zasnovan, kar pomeni, zdaj delamo tvike na tem, kako približati bolj tekačev oziroma enemu navadnemu človeku, kateri bi lahko tudi prišel na ta dogodek. Tako da dosti je zadaj brainstorminga, pa dosti testiranja. Kaj se pa tiče vizuala, jaz mislim, da je vizual ful pomemben pri mladih, ker valjda bodo pogledali, če je dobra grafika pa to. No, to marsikaj pove, da tudi mladi pridejo, se pravi, mi starci preč ne vidimo že tako dosti dober, na pol smo farbenblind, itak, nas pa nič ne zanima, ker nas križ boli, hecam se, ampak res, gledal sem, vsebine imaš v neko ekipi človeka, ki je tudi strokovnjak za videoprodukcijo, za fotke in tako naprej. Zaradi tega vse, izvoli. Imamo kar dosti fotografov, imamo fotografa za vsako mesto, Tudi videografa imamo, ampak to je takšna simbioza, da ne včasih paše, Zdaj ti moraš naleteti na enega fotografa, kateri ti dejansko paše v kontekst. Jaz sem menjal na roko, lahko rečem, 15 fotografov, kaj mi niso sedli, čisto iskreno povedano. Red, pač neka načela imaš, pa neke kriterije imaš, pa želiš, da je tak pa tak slikano. Če presežeš to toliko boljše, bomo sodelovali naprej, če pa ne, pa treba menjati, pač greš na razen, pa čau pero. Kako pokrivaš pač stroške, ki zdaj nastanejo recimo s to organizacijo, vendarle nekaj jih pravzaprav je, ali vsi delate vse prostovoljno? V bistvu najbolj prostovoljno delam jaz, ono drugo, kaj se tiče, kaj vodijo, pa to dobijo seveda neki honorar, ker vseeno neki njihov čas pa to, drugače pa ali preko merča, kaj ljudje nakupijo, ali pa preko donacij, ampak še vedno večina jasno ter zalagam, kaj se tiče promo materiala pa vsega. Mislim, imaš cilj recimo pridobiti kakšne investitorje, sponzorje, nekoga, ki bi recimo finančnim vložkom lahko pomagal dvigati vse skupaj še malo bolj? Zdaj pa jaz tebe vprašam, misliš, da me niso kontaktirali? So te, mislim, upam, da so te, najbrž je kdo že te videl kot potencialen kanal za to, da se izpostavi, da se si influencer v končni fazi, ja? Bilo jih je kar, imensko ne bom poimenoval, ker jih je bilo kar, ampak vsi ti, upam, da zdaj tudi gledajo, ali pa da bo prišel ta video posnetek do njih, grejo na tako res čudno foro, kao mi bomo tebi dali to pa to pa to. Hvala lepa.
pač mi gradimo dejansko nekako svojo blagovno znamko gradimo, ne, oziroma dejansko ne morem, pač bolj ali manj je community kot pa blagovna znamka, ker res je dejansko nam poanta, da pride čim več ljudi, da se spoznamo, da se imamo pač vrejo. In iz tega pač bolj lahko rečeš, da je ta 365 klub, kar pomeni, da je 365 dni v leto, da se 365 dni v leto nekaj dogaja. Ne. Kaj se pa tiče samih sponzorjev, pa ja, vsi imajo take smešne kriterije, da mi je smešno. Se pravi, kaj bi hotel v bistvu tebe, zato da dajo nekaj ponavadi v neki blago ali pa kaj takega? Ja, vedno porinejo nekako tak, glej, mi bomo dali tebi to, pa je to, pa ti nazaj izpostavi. Pa to, pač, ja, kaj pa imam jaz pol od tega? Jaz bi tudi rabil nekaj od tega. Če jaz zaštejem moje ure od znotraj, pa ne vem, stroške, kaj sem si nabral, kaj imam jaz od tega? Da mi date ene patike? Ok, patike imam dovolj, hvala lepa. Ne vem, pol so mi začeli, ne bom za imenska, ampak ja, ene ful velike firme so bile še bolj smešne, ne, pač. Dejansko so hoteli kupiti, tudi moram priznati, da so hoteli kupiti celotni brand, ampak bi se mogel preimenovati v njihovo znamko in bi bil njihov tako. Jaz sem rekel, hvala lepa. Ne, mislim, ja, se si predstavljam, če so te hoteli kupiti, potem nekdo vidi potencial v tem za, bom rekel, eksponentno rast, kar pomeni, da se take stvari sigurno ne prodajajo. Ne? Pa tudi, če nisi te eksponentne rasti, nič, si saj miren, pa spiš, pa se ne prodaš za 3 štumfe, pa 5. Pa napitek nekaj. Sej razumem, ne? Slovenski trg je majhen, vsi bi radi za male vložke dobili ogromno izpostavljenosti, ne? Pa večnost, slavo in lojalnost, ampak spoštovane, ne gre več tako, ne gre več tako. Tako da, mislim, to, da ste v enem letu naredili 7000 sledilcev na enem kanalu in to v teku, se mi zdi izjemen dosežek. Kako ti ocenjuješ, no, vse skupaj? Jaz sem ful, kako bi rekel, nezadovoljen z vsem, kaj smo dosegli letos, ker bi lahko, oziroma lani, ker bi lahko dosti več dosegli. Pač jaz imam vedno to, da lahko boljše pa izboljšaš vse stvari, kar tudi meni se zdi, da ljudje vidijo dejansko pri vsakem dogodku, da je vedno boljši, ker dejansko dam veliko časa not, pa energija, pa tudi denarja gre noter. Ne. In potem tudi vidijo ljudje pa cenijo, ampak jaz sem vedno tisto nezadovoljen. Tudi, ne vem, so rekli, ko smo imeli prvi taki večji dogodek v mesecu maju, ko je bilo 215 oziroma 220 tekačev, ko je prišlo. So bili, to je ful noro, ful lepo. Ko smo imeli, ne vem, Mačuran, ko je nas bilo 130 v Ljubljani, po centru Ljubljane smo laufali. Pa lahko bi bilo še več, ne. Tak komentar, pač boljše, lahko vedno imaš room for improvement od znotraj. Tak jaz vedno gledam. Glede na to, ja, da stremiš po napredku, po več in tako naprej, ne? Ali to, rekel, to svojo miselnost potem prenašaš tudi na ekipo, oziroma to bi mogel reči, da ekipo vprašati, ne? Ali si, to se sliši grdo, ne? Priganjalec sužnjev, pa rečeš, fantje, zagrabati bo treba bo delati, lahko naredimo več, oziroma, mislim, kot generacije zdaj najbrž drugače komunicirate, pa vendarle, ne? Si tisti motor, ki tudi druge, bom rekel, na en način motivira, da ste skupaj, da stremite k temu, da bi naredili z tega res, bom rekel, nekaj velikega. Tako. Jaz sem odprt za vsake ideje, kaj mi pridejo nasproti, tako kot je Manca, pa Nik, pa Timotej, za vsake ideje sem pripravljen, da se pogovorimo, pa da jih izpeljemo, ampak se pravim, na koncu dneva imam jaz eno tisto besedo, katero ali bomo izpeljali, ali ne bomo izpeljali, ali boš tako naredil, ali ne boš tako naredil. Drugače pa ja, kaj se tiče motivacije pa vsega, pa seveda pač, meni je dejansko to ravno poanta, da se motiviraš v športu, ker jaz sem športnik in vedno boš dobil od mene roko, pa kakšen dober nasvet, ne pa da boš imel vse informacije za sebe, ali pa boš gledal na nekoga malo tako zvišenim nosom, gledaj, kak si slab ali pa to. Ker vemo, kak je v športu, ko so eni nadudlani. Se pravi, no, evo, greva zdaj iz tega družabnega, ne, mogoče tudi športni vidik tega druženja, ni samo to, mislim, ali pa mi ti povej, ne, je te dogodki oziroma ta tedenske seanse so zato, da se nekaj odteče, pač jasno, da se športa, da se druži. Kaj pa komponenta treninga, se pravi, da se pripravlja za kakšen dogodek, je tudi to, se pravi, ti si tudi tam kot trener, da ljudem daš usmeritve, da jim napišeš plan oziroma priporočiš, da se skupaj pripravljate mogoče to za kakšen dogodek ali pa kaj takega. V bistvu, tako kot že ime community imamo, kar pomeni, noter res pridejo, ali so Ironmani, ali so trailovci težki, ali so
ne vem, kaj je, ultramaratoni, maratonci, ko imajo res dobre rezultate in z veseljem pomagajo drug drugemu. Torej, nekdo nekaj ne ve, ali pa kakšne čevlje je treba kupiti, ali pa kakšna vrste teka mora tekati, ali pa če pravilno diha, to od znotraj se vse pokonekta. Se pravi, to community izmenjuje te, ali ni enega centralnega trenerja ali pa nekoga, ki bi to delil, ampak Tako, ja. Kar je meni dejansko boljše, kot pa da bi bilo centrirano, da bi bil centralizem, ne samo nekdo. Ker tisti kateri bi bil od znotraj, bi lahko tudi, rečemo, prodajal neke svoje stvari, ne. In to pa ni namen v bistvu tega, ja. Ne, to dejansko ni namen. Ampak kaj pa recimo, vaši dogodki so že sami po sebi veliki, zahtevajo pač veliko dela, energije in vsega skupaj, da bi se skupaj pa pripravljali za kakšen eksterni dogodek, ne, maraton, tako ali drugače, je to tudi v konceptu? To imamo letos v konceptu, ja. To pa imamo. Da se bi za Wings for Life pripravljali, pa potem seveda ljubljanski maraton, tako da Ljubljana, pic. Ja, Maribor, mogoče provokativno vprašanje, ne, pred leti je bil Maribor polmaraton, več manjših tekov in tako naprej. Meniš, da bo Maribor kdaj zrel za kakšen maratonski dogodek? Bo. To sem razumel kot nekaj, kar boš tudi ti en tistih, ki bo morda porival, vsaj idejo, če drugega ne. To sem že lani imel idejo za to, pa sem se vedno spraševal, kaj je ta Ljubljana? Saj res, Ljubljana, pač glavno mesto Slovenije, dosti podjetje tam, dosti denarja tam, glavni stiki so tam, veze, zakaj pa ne Maribor? Pač halo, saj mi imamo tudi dobro teraso, pa lepi kraj imamo, pa lepi okoliš je pa vse. Trdim isto, no, in menim, da bo čas tudi dozoril tudi za to. Povej mi, naredimo reklame zdaj, za tiste, ki me poslušajo, pa jih zanima, jaz sem pa z Gornje Radgone, jaz sem pa iz Vojnika gor dol, kam grem lahko, se pravi, kje v Mariboru, Murski, v Celju, v Ljubljani, kdaj, kako, imava kakšne usmeritve, kje ljudje lahko najdejo informacije, kam lahko pridejo? Vse informacije so na spletni strani runingclub.si, objavljamo tudi na social, torej na Facebooku pa Instagram, tam je tudi na Instagramu napovednik. Imamo, kar se tiče zdaj v Mariboru, se dobivamo ob nedeljah na parkirišču Lento, Celje se dobivamo v centru, torej pred mestno kavarno Celja ali pa pred Špico, Ljubljana je na Kongresnem trgu, pa je med tednom in Murska Sobota bomo zdaj mogoče prestavili sobote tudi na nedeljo, kar pomeni, da bo Celje, Maribor, pa Murska Sobota ob nedeljah. Vprašanje mogoče, ker si ne vrste, vizionar, kakšna je pa vizija tvoja, recimo leto, 2, 5 let, kaj bi iz Running Club communityja želel, kje vidiš vse skupaj, recimo, čez nekaj časa? Jaz vidim Running Club community kot res skupek oziroma kot community, kot družbo tekačev pa ne tekačev, ki si pomagajo, ko se podružimo, pa tudi nekaj dobrega za sebe naredimo. Veliki cilj pa mi je, da smo kot športni dogodek, da nas poznajo pod dobre športne dogodke, torej pod dobre tekaške dogodke, moram reči. Torej dejansko vse posod tam, kjer bomo mi, pa kjer bomo imeli tudi mi besedo, da lahko tudi kaj naredimo ali pa izboljšamo, bo dejansko vredno priti. Tako lepo povedal. Povej mi še mogoče, koliko, prej sem govorila, imaš izkušnje tekaške že dolgo časa, nisi imel veliko, rekel, kolegov, ki bi tekli s tabo sam. Zakaj si se lotil, recimo, vem, da si tudi treniral na moč, da hodiš v fitness, da si človek, ki se bi lahko lotil, ne vem, Hyroxa, če smo že pri tem, ki je zdaj zelo popularen, mogoče se ga še boš. Zakaj tek? Kje si ti našel, recimo, tek? Tek je bil dejansko moj prvi šport, kar pomeni, nisi rabo nobenih fancy stvari, nobene fancy kopačke, nobene, ne vem, neki fancy oblačila ali pa karkoli, rabo si samo patike. Pa še to, ko sem začel tekati, nisem bil niti športnik tekačev takrat. In sem začel pač tekati samo zaradi tega, da sem si zbistril glavo, ne. Ni bilo to zaradi tega, da imaš ti neke travme ali pa karkoli, čeprav danes imaš to te ljudi, ko malo bežijo predvsem, ampak dejansko tekal, poleti se točno spomnim, da sem tekal v naravi, kjer mi je dejansko bil užitek. In potem si dejansko stopnjeval, ne vem, prvi čas nisem mogel preteči kilometer, pol iz kilometra, čez en teden si lahko že šel na 2, pol pa si samo stopnjeval, ne. Tako da tek je nekaj takega, ko si zbistriš glavo,
ko lahko greš potem z novo paro, pa z novimi idejami v vsak dan oziroma v teden noter. Pa še nekaj dobrega lahko poješ pol. Pa, za finale te moram vprašati, prej si že omenil, a ne, in kaj mi še, a ne, moče ena pomenih stvari, a ne, pri Running Club Community ali pa kasneje se bom pogovoril tudi z ustanoviteljema klubov v Ljubljani, ki si jih prej omenil, a ne. Pozdravijo. Hvala, bom. Morda ste se kdaj imeli, da bi kaj sodelovali, moče na kakšnem eventu ali imate sami s svojimi tok dela? Seveda, mi smo imeli dejansko lani Shakeout Run z Runset Coffee, z temi Adidas Runners, pa z pač manjšimi malo run klubi. Kar se tiče Ljubljana Run klubom, nismo zdaj stopili ravno v stik, ker to lahko oni zdaj malo povejo tudi zakaj pa karkoli, drugače pa smo pripravljeni letos seveda sodelovati z vsemi. Jaz sem pripravljen z vsemi sodelovati. Saj sem tudi jaz outreachal, če bi naredili en Shakeout Run pred Ljubljanskim maratonom. Tako da zdaj tu nisem za neki, da bi zdaj jaz sem, se pravim, športnik. Pač, če ti meni pokažeš spoštovanje, jaz pokažem nazaj. Tako da to je primer moto. Ena komponenta mi je res zanimiva, to sem opazil lani pri vas, sami mladci na kupu jasno, ne? Prej si omenil bele majice, črne majice, ne? Zmenkarije in to mi bo še bolj fantastičen koncept, kje se danes mladi sploh še dobivajo, ne? Da bi se spoznavali, ne razen na internetu, ampak na internetu je itak vse fake, kar do rečeno, ne? Ja, v živo pač ne moreš vsega sfejkati in Running Club Community je tudi ene vrste hub, ki privlači, bom rekel, mlade posameznike, ki bi si morda radi našli tudi sorodno dušo, ne? Imate tematske dogodke, prej si rekel, da je tematski dogodek, tako. Ampak to se ne brž ves čas dogaja, recimo ta izmenjava energije. Ta izmenjava, jaz bom tako rekel, eni govorijo, da ti run klubi so tako samo za dejtanje. Ja, če pa greš v fitness, je pa isto dejtanje, tam imaš te moške, kateri nadlegujejo ženske, rečemo. To bo vse posod, iskreno. Ja, sej, mislim, nekje se mora vzpostaviti. Recimo, nekje se mora vzpostaviti. Če je normalen, mislim, ja, normalen. Ampak ja, normalno, da tam spoznaš nekoga z enakim interesom, zato greš tudi v fitness, pa boš tam nagovoril žensko, ki ima isti interes kot ti. Tako je tudi na run klubu, ko laufa, boš še nagovoril. Tako da ja, pri nas so nastale zveze, katere še držijo dan danes, jih poznam par, pa poznam tudi zveze, katere so nastale pri nas, pa so tudi potem končale in na to postale nove zveze z nekom drugim. Tako da ja, imaš vsega. Mislim, evo, jaz sem res Metod vesel, da si vzel čas za ta najmen pogovor, kratko, sladko, tudi zato, ker si na koncu povedal, zdaj zadnja beseda bo seveda tvoja, izvoli, da znaš lepo povedati, si človek, kreativci, marketingar, pa tudi tekač, maraton po duši in super sogovornik. Evo, na koncu, daj morda poslanico vabilo, morda tistim, ki bi se ukvarjali s športom, s tekom na vse zadnje, izvoli, povabi jih recimo v Running Club Community. Okay. Torej, vsi, ki poslušate ali pa gledate zdaj tale podcast o teku, vabim vas 7. februarja v Maribor, kjer bomo imeli otvoritveno in praznovali bomo 1 leto, kaj se tiče Running Cluba. Imeli bomo DJ-ja Mike Valeta, sponzorja bomo imeli, majhna darila bodo in tudi najeti imamo prostor, ki dejansko paše v naš koncept, tako kot je bilo vedno do zdaj. Za tiste, kateri pa se ne boste mogli udeležiti tega dogodka 7. februarja, pa vabljeni vsako nedeljo, pa ob sredah ali pa ob četrtkah v Ljubljano ali pa v Mursko Soboto, v Celje ali pa Maribor. Tako da tudi tisti, kateri na primer razmišljate, da bi prišli, pa ne upate, pridite samo pogledati, mogoče da pridete na kavo, pa malo nas poznate, pa malo vam mi povemo, pa približamo tek, potem drugič pa bo že dosti lažje, da pridete pa odlaufate. Nimam več kaj dodati. Metod, Rozman, brke fura že, kaj ti rastejo? Da se pobrijam za dogodek. 1 leto so, niso tako velike niti. Ampak so tvoj zaščitni znak, ja? Dejansko so, ja, ko se dol pobrijem, pač vsi vejo, da imam jaz brke. Človek z brki. Je bil z mano, Metod, Rozman, hvala ti za tvoj čas. Running Club Community, dam linke spodi. Hvala, Metod, se vidimo tam zunaj. Hvala, Metod, gremo v Ljubljano, v center Slovenije. Kot drugi se mi je pridružil Luka Černila, ki vodi Social Running Club, ki se mu reče Runs and Coffee. Drage dame, dragi gospodje, gremo zdaj v Ljubljano. Z mano je eden od ustanoviteljev kluba Runs and Coffee, Luka Černila. Luka, živo.
Dober dan, dober dan. Evo, hvala, tako sem rekel, za povabilo, res smo veseli. To je ena lepa zgodba, lep projekt, dobil je nekaj v bistvu privržencev, tako da smo zelo veseli, da lahko o tem govorimo in upajoč, da navdušimo še koga, da se nam pridruži. No, tako da res, hvala za povabilo. Z veseljem, Luka, si eden pač treh, bom rekel, igralcev na tej sceni, no, ki so v zadnjem letu dveh naredili iz tega, bom res rekel, kar fenomen, saj meni se tako zdi, a ne, to, da je generacija Z, mladina, študenti, oziroma 18, 20, 14, 15-letniki tečejo s takim navdušenjem, tega nam nikoli ni uspel narediti. No, vi ste to naredili, ti tudi zraven. Zdaj mi povej, Luka, ok, začetki, kdo se je tega zmislil, odkje je ideja, koncept, vse me zanima. Ja, v bistvu takrat z sošolcem Anejem, ki je drugi ustanovitelj, na faksu sva bila v bistvu oba dva na izmenjavah. On je bil v Amsterdamu, jaz sem bil v Madridu, v Lizboni, in takrat sem videla tam, da se že mladi začenjajo zbirati, skupaj hodijo teč. In ko so se vrnila iz izmenjave, sva rekla, ok, tudi midva sva ravno se takrat spuščala v najino tekaško kariero, tekaški hobi. Pa sva rekla, dajva pogledati, v bistvu, če bi se lahko tudi tu midva, kateri taki skupini pridružila, če bi kaj podobnega najdla. Tam sva bila, tam sva to izkusila. Bilo nam je zelo super, da se malo pogibaš, malo se podružiš, spoznaš nove ljudi, kar je bilo takrat še posebej dobrodošlo, glede na to, da so bila v novem okolju, brez toliko poznanstev. In potem, ko sem v bistvu gledala, komu bi se pridružila, sem ugotovila, da tega v Sloveniji takrat še ni bilo. Bile so v bistvu te tekaške skupine, tako so recimo urbani tekači, ampak to so v bistvu bolj, tudi so mogoče malo za starejšo publiko, v bistvu to je bolj tudi trening, plačljivo. In takrat sva rekla, ja pa dajva midva nekaj takega probat, mogoče tudi tu spet zaštartati, in sva rekla, dajva. In potem sva določila datum, en vikend, napisala prijateljem, sošolcem, povedala, kaj se dogaja. To je bilo v bistvu 2 leti nazaj, aprila. In od takrat naprej se nismo ustavljali, vsak teden organizirali. In tako sem v bistvu začela. No, takrat že prvi čisto smo imeli en super odziv, seveda so bili takrat, tako sem omenil, bolj sošolci, prijatelji, ampak potem iz tedna v teden se je pa nekako razvijalo. Oni so povedali naprej, tisti so povedali naprej, v bistvu nekako ust do ust najprej, potem pa še s pomočjo socialnih omrežij. In potem se je nekako krog ljudi, ki so prihajali, vedno bolj širil in v bistvu zgodba je začela dobivati nek pomen. No. Kdo je predlagal, kdo se je izmislil ime Runs and Coffee? V bistvu to sem bil jaz. V bistvu se mi je zdela super skovanka tega, torej Runs, kar je pretty self-explanatory, kot Runs kot nek ta športni, ki pozna ta športni aktivni del tega projekta, in pa potem Coffee kot ne nujno kot kava sama. Dostikrat ljudje pomislijo, da smo res nori ljubitelji kave, ampak kava kot ta v bistvu kot nek pojem, ki ponazarja ta nek social aspekt vsega tega, ker je dostikrat kava tista, ki nas kot ljudi povezuje, dostikrat s prijatelji, kolegi se usedemo na kavo in je potem to tisti del, s katerim da se povežeš, pogovoriš, in smo rekli kot kava, kot predstavnik tega druženja. Tako da run del kot tista neka aktivnost in potem coffee del kot druženje. Zdaj, samo, rekel, združenje oziroma sama tekaški klub, to ni formalizirano, to je v bistvu v osnovi čist neformalna skupina, ali je kaj zadaj že kaj več, se kaj ustvarja, kakšen klub, kaj tasga? Tako v bistvu trenutno še to čisto neformalno. Je pa v bistvu zdaj za to rastjo, ki jo dobivajo, za popularnostjo, ki jo projekt dobiva, logično tudi potem jemlje več in več truda, več in več dela je potrebno to vložiti, in s tem seveda tudi želja, da se to na nek način formalizira, z željo, da lahko potem tisti, ki v bistvu sodelujejo, pomagajo pri tem projektu, lahko namenijo še več časa temu projektu. No, tako da to je definitivno želja, v tem trenutku pa še ni izvedena. Ok, zdaj mi pa povej, koliko recimo, kdaj se dobivate, mislim, na kakšni, to se na tedenski bazi si dejal, koliko ljudi pride, to je stalna klientela, prihajajo novi, to so predvsem, ne vem, Ljubljančani, so to, ne vem, Slovenci, mogoče tujci. Ja, v bistvu tako. Naši dogodki torej potekajo tedensko, trenutno ob nedeljah. Z nedeljami smo tudi v bistvu zaštartali, torej nedelja dopoldne, trenutno ob 10. uri.
Kot je že v bistvu običaj, potem med poletjem, zaradi tega, ker postane dopoldne vseeno prevroče, potem spremenimo termin na med tednom popoldan. Ampak vse, kar v bistvu delamo, ker je poudarek celega projekta v bistvu na skupnosti, probamo člane, v bistvu tiste, ki se udeležujejo naših dogodkov, vključiti v to izbiro, tako da vedno, ko spreminjamo datum ure, damo v bistvu objavimo na socialna omrežja, da ljudje glasujejo, kateri termini jim najbolj odgovarjajo in potem na podlagi tega se potem odločimo, katere dneve, katere ure v bistvu bomo izbrali. Kar se pa tiče same udeležbe, torej začeli smo 2 leti nazaj aprila, smo začeli v bistvu z številkami, kot so nekje 20-25, za recimo prvo leto. Potem nekako od lanskega leta smo začeli, potem z januarja, potem v sredini poletja smo prišli do 30, nekje povprečno, s čim smo bili zelo zadovoljni. Sedaj pa v bistvu v zadnjih 4 mesecih, torej od nekako septembra, oktobra lansko leto do sedaj, pa je v bistvu postalo zanimanje še veliko večje in sedaj smo na povprečnem številu tedenskem na okrog 50. To je pa že kar množica za ovladati, mislim, kako pa sam tek zgleda, kakšne razdalje tečete, kje pravzaprav tečete? V bistvu mi se zbiramo na Kosiškem bajerju, tam smo v bistvu začeli, tam vztrajamo. Ja, v bistvu to so definitivno izzivi, ki potem pridejo čez čas. Mogoče samo, da se navrnem na prejšnje vprašanje, ko si rekel tudi, kar se tiče ljudi, ki prihajajo. Kar je zelo super je to, da kljub temu, da imamo redne ljudi, ki prihajajo in skozi to se formira zelo velika prijateljstva, koliko bi si človek sploh lahko predstavljal, je pa zelo navdihujoče in zelo tudi super za vse, ki prihajajo, to, da vsak teden vidimo nove obraze. No? In res je, v bistvu, mogoče kdo pride enkrat na 2 tedna, enkrat na 3 tedne, na vsak teden, ampak definitivno vsakič, v bistvu mi zadnjih par tednov vidimo 8 do 10 novih članov vsak teden. No. Tako da v bistvu to je res neka taka super stvar. In še posebej v teh zadnjih 4-5 mesecih smo dobili res veliko internacionalnih prijateljev, ki so res v bistvu ali so tu na Erasmusu ali so se preselili v Slovenijo, in je to v bistvu nek način za njih, da spoznajo nove ljudi, no, in to se nam tudi zdi super. Kar se pa tiče same mase in obvladovanja, pa ja, seveda, da to je potrebna res ena super ekipa, za katero hvala Bogu in se hvaležim, da jo mi imamo. Tako da vedno probamo poskrbeti v bistvu za maksimalno varnost, maksimalno organizacijo, tako da vedno imamo in vedno probamo stremeti k temu, da imamo enega iz naše ekipe na začetku skupine, enega na koncu. Tako da, če slučajno se komu zalomi, kdo rabi pauzo, je vedno nekdo z njim, da nikoli noben ne ostane sam. Smo potem tudi čez čas, ko vidimo, tako so rekel, probamo ljudi vključiti v maksimalno število odločitev, tudi poslušati in upoštevati njihov feedback. In v bistvu ravno na tak način smo recimo 1 leto nazaj začeli z, kot mi rečemo, LATP skupino. To je skupina v bistvu za popolne začetnike. In to je ena stvar, ki je brez skupnosti, ki jo imamo, pač mogoče mi niti ne bi pomislili. Recimo naši teki se odvijajo v tempu recimo nekje od 6 minut do 6:30 na kilometer. Vedno ta baseline run, ki je 5-kilometrski. Potem pa vsake toliko naredimo tudi 10-kilometrsko verzijo in pa to LATP skupina. In tako v bistvu recimo 1 leto nazaj so se začele v bistvu pojavljati prošnje, kaj pa če bi naredili neko skupino posebej za začetnike, tisti, ki nimajo čisto nič izkušnje s tekom. In takrat smo v bistvu začeli z to LATP skupino, ki pa v bistvu kombinacija teka in pa hoje. Kako poteka v bistvu je, da je to ponavadi manjša skupina, nekje med 8 do 12 članov. Tempo je bistveno počasnejši in pa v bistvu potem, ko nekdo začuti, da ne more, to pove, se cela skupina ustavi, malo hodijo in potem nadaljujejo. V idealnih razmerah imamo tam tudi 2 člana ekipe, tako da če mogoče cela skupina hoče iti naprej, lahko tudi pač drugi član ekipe v bistvu z eno osebo počaka, tako da je čisto maksimalno prilagojeno in res namenjeno, da mogoče probamo narediti te uvodne korake v tek malo lažje, no, in malo bolj social. Ta ekipa se je formirala sproti iz tekačev, ki so prihajali, ali so to tvoji prijatelji, znanci, tako naprej, že odprej?
V bistvu so začela torej z Anijem, s katerim sem bila torej sošolca. Potem pa je šlo, kot se je stvar razvijala, se nam je najprej pridružila še ena sošolka, potem pa, ko je stvar rasla, smo potem videli, da rabimo v bistvu tudi pomoč. In potem je nekaj šlo skozi prijateljstva, nekaj skozi nova prijateljstva, ki so bila ustvarjena na teku, nekaj pa smo v bistvu prosto tudi dali objavili med community, torej recimo na Instagram, na Stravo, in so potem ljudje, ki so že bili v tej skupnosti, pač se javili, kdo bi za katero delo rad poprijel, oziroma kako bi rad pomagal, oziroma povedal, na kakšen način so pripravljeni pomagati, pa smo jih potem nekako skozi to probali vključiti zraven. Kako velika je zdaj ta ekipa, no? Čisto okvirno? Ja, trenutno nas je 7. Mislim, to terja dosti dela s tvoje strani, da ti to vse usklajuješ, oziroma dela z ekipo, ekipa sama, ali je to v bistvu hobi, tako rekoč, za zraven? Ja, definitivno je, saj mislim, da je za vsako stvar, oziroma kogarkoli vprašaš, je v bistvu behind the scenes dosti več dela, kot se mogoče zdi. In mislim, da je pač dosti tega dela, ki ga ljudje ne vidijo, in to je tudi posledica, ker opazil sem recimo takrat, ko smo mi začeli, je takrat v bistvu v roku 3-4 mesecev, mislim, da je nastalo 6-7 run klubov takrat. Imeli so res takrat, da je bilo res noro populacija, od posamezni študentski dom, da je imel svoj run klub do celih mest, ampak potem v roku meseca, 2 pa so kar hitro propadli, ker mislim, da ravno zaradi tega, da ne vidiš dela, ki je za to potrebno. In zato je ravno pomembno, da imaš ti ljudi, ki verjamejo, ki jih, tako sem rekel, zelo hvaležni, hvala Bogu mi imamo, ki so pripravljeni žrtvovati v bistvu svoj prosti čas in ga nameniti temu. No. Tako sem prej omenil, zaradi tega, zaradi tudi njih, ta neka želja, da probamo to malo bolj formalizirati, pravi v nekem še na višji nivo, da se jim v bistvu ta čas in vera v ta projekt, ki ga imajo tudi njim, na koncu koncev obrestuje, ampak ja, sedaj v bistvu vsi, ki smo tu zraven, žrtvujemo svoj prosti čas za to. No. Mislim, odlično vam gre na Instagramu, imate skoraj 3500 sledilcev, vem, da ste tudi na Stravi, je tako, a ne, se pravi, vaši tekači, tisti, ki nov pridejo, kje se ponavadi priključijo, je to prek Instagrama, prek Strave, kje drugje? Ja, tako v bistvu največ je preko Instagrama, ko se pogovarjamo z ljudmi, največ reče, da so nas slučajno videli na Instagramu. Strava pa tudi zelo pomemben kanal, kjerega v bistvu niti nismo toliko pričakovali, da bo imel takšno pomembnost, ampak je presenetljivo veliko število ljudi, pa ne v bistvu samo starejših, tudi dosti mlajših, ki v bistvu nimajo sploh Instagrama in je v bistvu Strava kot tisti vir informacij. Zato smo se odločili, da tudi potem redno objavljamo na Stravi in vidimo, da tudi je to zelo, zelo pomemben kanal za nas. No. Recimo, vaš tek nedeljski je tek in tudi neki after, potem neko druženje, nek prigrizek pijača, kakorkoli kava, če smo že pri tem. Tako, mislim, torej vsi naši dogodki temeljijo torej na aktivnosti, ki je torej tek in pa potem druženju, ki temu sledi. Radi pač poudarimo, da nismo training club, da to ni v bistvu program, kjer bomo skupaj trenirali za maraton, ampak je pač poudarjen na druženju. Mi radi rečemo, da radi družimo prijetno s koristnim, no? In je poudarek predvsem na tem after run party, torej spoznavanju novih ljudi. Tako da v bistvu vedno probamo, torej po teku, ponavadi recimo poleti, ko so tudi lepše malo temperature, lepše vreme, gremo recimo na kavico, si prinesemo, tam imamo v bistvu zelo lep del ob bajerju, se sedemo, se pogovarjamo. Potem pa probamo tudi delati razne dogodke oziroma nadgrajevati te dogodke z raznimi partnerstvi, ki nam potem to še dodatno omogočajo, no, v bistvu skozi to neko produktno podporo udeležencem, da v bistvu lahko tudi, ko smo recimo imeli za Salomonom, ko lahko ljudje testirajo čevlje, potem ima nek feedback session in v bistvu to je v bistvu ta baza, ki jo hočemo graditi tudi naprej, da v bistvu še ljudem še neko večjo dodatno vrednost na naših dogodkih ponudimo. No. Te partnerje vi poiščete ali partnerji v bistvu kontaktirajo že vas?
Ja, v bistvu to je zelo zanimivo. Na začetku smo mi bili tisti, ki smo reachali out to them, ampak zdaj v bistvu v zadnje pol leta pa se je ta trend v bistvu malo obrnil in so začele znamke v bistvu reach out to us as well. Tako da to je ena zelo, zelo pozitiven feedback. Mislim, da je potrditev, da gremo v pravo smer in smo zelo, zelo veseli, no, da je to tako. Mislim, najbrž se tudi znamke zavedajo, da imate doseg, pravzaprav, a ne, da ste pomemben player na tem, posebej pri mlajši populaciji. Zdaj, če sem že pri tem prej govorila, ne, kakšna je povprečna starost, na hitro si mi razložil, pa dajva še enkrat. Se pravi, govoriva o posameznikih, ki so, ne vem, stari med od polnoletnosti do največ 30 let. Ja, oziroma še prek srednjih 30, no, v bistvu tako da 35, 36, to je v bistvu ta range, 18 do 36, 20 do 36, no. Smo pa imeli tudi že v bistvu primere, ko recimo ravno ta teden, oziroma včeraj se je tega udeležila celotna družina, mama, oče, sin, pa še prijatelj, tako da v bistvu imamo res kompletno. Se pravi, dobrodošel, načeloma je dobrodošel vsak, če te prav razumem, tukaj ni omejitve, kdor hoče je brezplačno, lahko pride, se podruži, teče in tako naprej. Absolutno, to je naš cilj. Cela ekipa verjame v to, da v bistvu tek in pa druženje sta dve stvari, ki bi vedno morali biti brezplačni in odprte za vse, in to je v bistvu tudi naša misija. In to je v bistvu sta dve najpogostejši tudi vprašanji, ki jih ponavadi dobimo na Instagram. Ena je ljudi strah v bistvu, če so slučajno prestari, drugi pa je strah, če so slučajno prepočasni, ampak mi se pa trudimo, da jim povemo in da jim probavamo dopovedati vedno bolj, da v bistvu obe dve metriki sta irelevantni. Ranzen Coffee je v bistvu community odprt za čisto vse, če si popoln začetnik, in to je tudi ena lepa stvar tega, da v bistvu, ko prideš ti na naš tek, lahko spoznaš nekoga, ki v bistvu teče drugič v življenju, potem pa naslednjih 10 minut pa se pogovarjaš z nekom, ki bo šel naslednji teden na 120-kilometrski trail. V bistvu imaš celi spekter tega. Vrhunsko. Se pravi, tudi to je, prej sem govoril z Metodom, z Mariborom, on je rekel, ko sem ga vprašal, če imajo kakšnega trenerja, rekel, ne, to je community, ker si izmenjujemo izkušnje, nasvete in tako naprej. Se pravi, sklepam, da tudi pri vas nekako ni neke osebe, ki bi delila neke nasvete, ampak je skupnost tista, ki se napaja na ta način. Točno to, točno to. V bistvu ravno to je ta stvar. Noben od nas ni v bistvu ekspert na področju in tega tudi ne klejmamo, in to je zelo podobno tudi, ko ljudje so imeli zadnjič, recimo, ravno en primer, ko nam je ena sledilka pisala, da je bila poškodovana, če lahko pride, da se jo pogleda, in pač to je stvar, ko v bistvu za njeno, jaz še vrlo starejši v bistvu odsvetujemo. Noben od nas ni izobražen nad nekim nad ljubiteljsko ravnjo o teku. Je pa res, da ni za podcenjevati te moči skupnosti, kot se tudi samo omenil, ker potem pa, ko smo tam na kupu 20, 30, 40, 50 tekačev, pa če ne druga, vsaj tam nekdo, ki mogoče je imel isto izkušnjo kot ti, ga boli v istem delu kot ti, mogoče je poškodbo podobno že saniral, pa mogoče kontakt oziroma pozna osebo, ki mu je že pomagala oziroma ga je super pomagala, tako da v bistvu mogoče bolj skozi to, kot pa neko ekspertno svetovanje oziroma da je bili mi sami eksperti, no. Mislim, crowdsourcing, zakaj pa ne? Mislim, mogoče še toliko boljši, ja. Mogoče nov koncept, ki ga mi, ja, ne razumemo, ki smo rabili neke avtoritete, ki smo jim sledili ali pa jih brali, ampak tukaj pa moč skupnosti lahko doprinese še bistveno bolj, ker imaš človeka iz prakse in ti točno pove, kako si je pač zlomil prst, pa kako ga je saniral, recimo, a ne. Več moških, več žensk, deklet, fantov, tako čez palec, no. Ja. Spet, če gremo k najbližjim statistikam, ki jih imamo, je to Instagram, kjer imamo v bistvu 60 proti 40 v prid ženskam. Na samih dogodkih pa mislim, da je zelo, zelo, zelo simetrično, no, tako da 50-50 gotovo. Kdo bi rekel, no, da so takli running klubi, taki so social running klubi, v bistvu tudi date klubi, ne? Se pravi, da se ljudje spoznavajo, fantje, punce med sabo, najbrž, mislim, glede na to, da ste mladi, živahni, energični, je tudi to ena komponenta tega druženja, kaj praviš?
Je definitivno, to je stvar, ki jo slišim zelo pogosto in ja, se dogaja. Mislim, vem, recimo na naših tekih so se v bistvu naredili 3 oziroma 4 pari, no, ki so se spoznali na Ransik, tako da definitivno ta komponenta obstaja. Ampak ni pa zgolj, pa samo glede tega, no, mislim, da skozi cel ta čas smo tudi videli, da se ogromno tudi res pristih prijateljstev iz tega razvije. Recimo, vem, poznam eno skupino 6, ki se prej sploh niso spoznali, zdaj pa so se v bistvu skozi te tedenske teke toliko pobondali, da recimo zdaj hodijo skupaj smučati na more in so ostali pravi bestveni. No, in tako da v bistvu je definitivno ta neki podaljšek tega druženja oziroma next step tega našega spoznavanja, da definitivno se zgodi, ampak da ne bi pa rekel, da je to v bistvu primarni fokus, da je to pa zdaj straight up dating club, no. No, to so razčistila. Evo, zdaj, tematske, kakšne dogodke planirate, oziroma je vsak dogodek svoj vrsten tematski dogodek, oziroma imate kakšne večje druženja? Prej si rekel, trenirate ne, ampak morda vseeno greste organizirano na kakšen tek? Ja, to je v bistvu stvar, ki smo jo lansko leto že začeli. Prvič smo šli organizirano v Zagreb, v bistvu adventni tek v Zagrebu, ker je v bistvu ravno ta prava kombinacija, ni neki maraton majorom, ampak je še vedno dosti social poudarek, pa tudi v bistvu dosti interesa. Tako da lani smo šli prvič, letos smo šli spet in v bistvu to je ena stvar, ki smo opazili, da je tudi vse več in več zanimanja, torej za te neka organizirana potovanja v bistvu na dogodke. Recimo za primerjavo, prvo leto nas je šlo 15, torej smo lahko šli v bistvu z 2 avtoma pa z enim kombijem, in potem smo rekli, dajmo letos 5, in potem smo ugotovili, da smo bili na koncu na 54 prijavah, tako da smo mogli potem na koncu iti za avtobusom, no. In to je v bistvu en tak challenge, na katerega nismo planirali, ampak da same time je pa dober challenge to have. In ja, tako da definitivno popularnost teh dogodkov se veča in to je tudi naš plan za prihodnje leto oziroma leta, da mogoče se probavamo udeležiti še več takih dogodkov, no, kot skupnost. Če bi te vprašal, kakšen je koledar za leto 2026, morda že imate kakšne, bom rekel, datume, kakšne dogodke, na katere ste osredotočeni, ste jih že objavili in tako naprej? V bistvu mi dogodke planiramo na mesečni ravni, tako da v bistvu po principu vsak začetek meseca objavimo mesečni plan, mesečni urnik, kjer imamo potem za vse dogodke meseca. Tako da v bistvu nekih večjih še nimamo, oziroma večjih dogodkov, kar se tiče recimo za drugo polovico, ampak kar pa ena stvar, ki pa je v bistvu želja cele ekipe in ki jo pač aktivno delamo in bo v bistvu tudi v 2026 dobila svojo nadgradnjo, je pa to, da bi radi v bistvu ta projekt razširili še tudi na več lokacij izven Slovenije. To smo lansko leto že začeli, odprli smo prvo, drugo lokacijo lani septembra na Poljskem v Krakovu in v bistvu zdaj že uspešno 4 mesece tudi tam organiziramo tekaške dogodke in tudi tam smo dobili en super feedback, no. Tako da to je v bistvu glavna stvar, ki jo planiramo 26 razširiti, mogoče še na kako novo lokacijo, potem tudi tam ustvarjati take lepe zgodbe, kot jih slišimo tu, no. To pomeni, da bo šel kakšen od vaših ljudi tja, ali boste tam poiskali, imate prijatelje tam, ki bodo to osnovali pod vašo blagovno znamko? Tako, to je v bistvu plan, kar smo vsi nabrali, v bistvu ta velik del ekipe skozi te izmenjave so res ogromno teh internacionalnih prijateljstev, in to je v bistvu ta naš moč pa naš ključ v tem, no, da imamo v bistvu obilo prijateljev čez mejo, ki so tudi zelo zagriženi oziroma zelo entuziastični športniki in v bistvu planiramo s takimi prijateljskimi povezavami, na katerih bazira tudi ta celoten projekt, v bistvu to fura dalje, no. Izjemno, se pravi, vizija, če bi te vprašal po viziji projekta, je, da boš čez 5 let general manager 145 lokacij po svetu, Ranzen Coffee, pa 150 000 tekačev. Mislim, malo se hecam, ampak recimo, evo, da ti napolagam besed v usta. Rekel bi ja. Veš, da, Slovenija do Tokija, to je to, pa Ranzen Coffee tudi, odlično. Mogoče za konec, kaj drugače počne Luka Černila? Ja, v bistvu Luka Černila drugače dela, redno zaposlen,
v startupu, tako da je tudi zelo dinamično in pa tudi končuje svojo magistersko, tako da so to v bistvu dve glavni stvari, ki mi jemljete čas. Študiraš na področju ekonomije, če se ne motim? Ja. Tako. Rabimo še ekonomiste, tudi jaz sem poslovni profesor, ekonomist, ampak ja, podjetništvo mi je všeč, jaz ti želim bilo uspehov. Zdaj, močeš tam še na hitro, ja, že pred pogovorom sva se na hitro menila, pa sem rekel, nek štajerski prizvok slišim v tvojem glasu, zaupal si mi, da si na pol Ptujčan, Ptujčan v Ljubljani, ki je postal running community, ampak ki tudi sodeluje Štajerci, recimo z metodom Rozmanom. On mi je samo omenil, da ste imeli nek shake out run skupaj in tako naprej. Tako, seveda, ja, z metodom se dobro poznava in tudi oni furajo super zgodbo. In to mi je v bistvu tudi všeč na vsej tej sceni, ker v bistvu definitivno, ko so tudi z metodom pogovarjala in ko so nam v bistvu predlagali to sodelovanje, smo z veseljem sprejeli, zaradi tega, ker to je v bistvu, če lahko povežemo še več ljudi z istim namenom, je to samo plus. Seveda, tu šport, vsi smo tekmovalni, tudi z metodom si med sabo tega ne skrivamo, seveda, oni bi radi bili največji, mi bi radi bili največji, ampak to je v bistvu neka zdrava konkurenca, ki pa mora biti, ampak na koncu koncev si tudi, tako so vse druge stvari, si tudi drugemu priznava in sva si hvaležna. Jaz sem tudi metodo tudi povedal, da v bistvu, če ne bi bilo njih, ne bi bilo Ljubljana Run Cluba, ne bi bilo ostalih, jaz vem, da tudi mi ne bi bili, kjer smo danes. Zaradi tega, ker nas na zdrav način, v bistvu tudi oni pušajo nas dalje in upam, da tudi mi njih. Ampak na koncu koncev po črto pa je ena stvar, ki pač je pa to, da nas kljub temu, da smo tekmovalni, na koncu dneva pa ne bi smeli to preseči nekih zdravih okvirjev, ki pa je potem to, da če je tak dogodek, kot smo ga pripravili skupaj, da stopimo skupaj, je pa to definitivno vredno in za nas in za njih in ne bi smela biti nikakršna težava. No, tako da to smo z veseljem naredili in gremo samo dalje. Perfektno. To si tako dobro povedal, perfektno. Mogoče čisto za konec, kakšni so pa osebni tekaški cilji Luke Černile, no? Mogoče, ja, to še zaupaš najnim poslušalkam, gledalcem. Ja, v bistvu moji tekaški cilji za to leto, trenutno sem osredotočen na polmaratone, to mi je neka distanca, s katero sem začel, s katero sem se v bistvu prvič preizkusil in bi rad sedaj videl, v bistvu, kako daleč lahko pridem. Teda v bistvu v tem letu mi je predvsem to cilj, da probam maksimalno izboljšati, pa maksimalno v bistvu prigurati sam sebe, da vidim, kako daleč se lahko na tej distanci pripeljem. No, potem pa dalje, ampak za zdaj so pa v bistvu 21 tista stvar, ki me veseli, no, pa zato treniram. Mislim, to je to. Treba je iti po korakih, uživati na vsaki stopnički, ja, ali pa, ko boš enkrat pretekel maraton, pa itak ni več poti nazaj. Ja, zadnja beseda bo tvoja, Luka Černila, Runs and Coffee, zato da povabiš občestvo, ki tam zunaj to posluša. Tudi jaz sem šel gledati po statistiko, imam tudi delež mlajših poslušalcev, ki jim bo tole najbrž zanimivo. No in ajde, mogoče bi šli pa pogledati na kakšen brunch od Runs and Coffee. Izvoli, Luka Černila. Ja, no, tako v bistvu, če ste nekdo, ki mu je gibanje pri srcu, če ste profesionalni športnik ali pa v bistvu totalni amater, če ste odprti, če radi spoznavate nove ljudi, radi zraven kaj dobrega pojeste, spijete in imate kakšen dober klepet o športu ali pa o bilo čem drugem, mislim, da vam bo Runs and Coffee super place to be, da boste spoznali super ljudi, kot sem jih jaz, cela ekipa, in definitivno bilo nekaj, kar bi vam priporočal, da date na svoj 2026 to-do list. No. To si še mene si pripričal, čeprav sem master, ampak ajde, sem si dal na listo za 2026, da enkrat pridem tamle dol na Bajer, mogoče na nedeljo pogledati, pa poštekati, kako to zgleda. Z veseljem. Luka, hvala za tvoj čas, za tvojo energijo, pa za res izjemen pogovor. Vse dobro ti želim, uspešen projekt še naprej, sva na vezi.
Hvala tebi, Marko, res smo hvaležni in tudi cela ekipa predaja svoje pozdrave. Tako da hvala za povabilo še enkrat, pa upamo, da se čim prej vidimo. No? Hvala in dober tek. Ajde. Ja, hvala. Čau, čau. In še enkrat v Ljubljano, kjer znani in popularni social running club z imenom Ljubljana Run Club vodi Blaž Mujdrica. No in drage dame, dragi gospodje, last but not least, še moj tretji današnji gost, mladenič seveda, tako da tokrat končno boste mlade tekačice, ki spremljate pa tale podcast, morda pomotoma tokrat ga boste od začetka do konca. Ja? Tretji mladenič, ki ima tudi Run Club, ne samo navaden Run Club, to je Blaž Mujdrica, ti povej, dobro večer, živijo. Živijo, hvala vsem, ki poslušate. Nam date na vašo minutko časa za najo. Tako da ja, evo, Ljubljana Run Club tukaj. Ljubljana Run Club, to mi deli. Evo, zanimala me bo zgodba tega tvojega projekta, ki bo kmalu dopolnil 2 leti, drži? Je res, letos maja je 2 leti, tako da čas beži, ja. Zdaj, mi boš povedal, zakaj, kako, od kje, vse me zanima, ja, tako kot sem vprašal 2 gosta pred tabo, zakaj Ljubljana Run Club, od kje je ideja, kaj je bil namen in kako se je vse skupaj razvilo in odvilo? Ja, nekako leto 2024 je bilo tisto ključno leto za vzpon Run Clubov, predvsem v Evropi, mogoče v tujini, v kakšni Ameriki pa Avstraliji je bilo že kako leto 2 prej, v kakšnem Parizu oziroma v teh državah pa se 2024 je bilo tisto ključno leto. Run Club so šli v vzponu, to so bila leta po covidu in mislim, da predvsem mladim je manjkala tista socialna interakcija z sovrstniki, možnost poznavanja novih ljudi in kar je bil drugi ključni razlog, mislim, da po covidu oziroma mogoče tudi nasploh so ljudje šli iz klubov, torej žurerskih klubov so šli v Run Clube, in ta 2 dejavnika, ki sta se zgodila, je bila priložnost tukaj in smo jo izkoristili. Si morda participiral kje v tujini, mislim, si bil kje del kakšnega Run Cluba, si kje tekel, ali si spremljal to sceno, da si potem rekel, ok, gremo, ker vidim, da si na tekočem, da si spremljal to sceno morda že prej. Kar sem zasledil je bilo vse, takrat je bilo, na Instagramu je vsak drugi reel, kako se reče, je bil Run Club, Okay. Kako se vsi dobro imajo, kako vsi uživajo, in pol tukaj v Sloveniji takrat tega še ni bilo. In je bil res tako neizkoriščen market, ker mogoče pride v Slovenijo vse z nekim leto, 2 leti kasneje, vse je nek čas zamika, ampak takrat je bila super priložnost in si rekel, pač to bomo naredili, zdaj, če bom sam, če bom nekoga našel, da bomo skupaj. In ja, tako da za začetek ne rabiš dosti, da narediš skupnost, rečeš najboljšim prijateljem, jaz bom to mislim narediti, bi me podprli, rečeš vsem tekačem, ki jih poznaš, daj pridi, poglej, skupaj bomo tekli, dobro se bomo imeli in tako se je začelo. Ti si, mislim, bil že prej tekač, vem, da si tudi triatlonec, vem, da si bil celo hokejist na travi, celo reprezentant in tako naprej, mislim, športnik od glave do pete. Ja, jaz prihajam iz Prekmurja in tam se igra en izjemno lep šport, drugače tudi olimpijska disciplina oziroma olimpijski šport hokej na travi, ki se v Sloveniji igra samo v vzhodni Sloveniji. Jaz rečem, da šport, kjer je najlažje priti v državno reprezentanco, ker je tako malo klubov, da ni treba dosti, ampak tako da ja, šport me je spremljal že od malega, pol kasneje za kolesarjenjem, pol začetek teka, pol gremo na triatlon poskusiti, kako to izgleda, kako je težko, če je res tako težko, kot si pravijo. Ja, pol pa tek je bil vedno tisti, vsak dan, ko na koncu dneva, če si rabo malo se sprostiti, greš teč za pol urce, se kaj več rabiš. Izjemna športna disciplina. In to sklepam, prej si počel dosti tudi sam solo, potem s to ustanovitvijo Run Cluba so se pa najbrž odzvali tudi prijatelji, pa tudi prijateljev. Tako je, zanimiva zgodba. Ko smo ustanovili Run Club, prvi tek maja 2024, vsi prijatelji pridejo podpreti, ker je to tvoj projekt, tisto, pridejo tja, lepo se imamo na koncu teka, greš nekaj na pijačko, nekaj dobrega zase narediš, izjemno. In ta moment nekaj časa traja, da prijatelji to podpirajo, vse se lepo imajo, pol prije poletje, druge obveznosti, zakaj bi zdaj oni vsak torek v tednu šli ob 6 v Ljubljano na Run Club,
In pol ta moment malo začne padati in takrat se prav začne, kako z nas graditi community, ne. Ker community, sigurno so tudi tvoji prijatelji, ampak na eni točki mora community, če ga hočeš res postaviti, da hočeš začeti različne mlade povezovati, moraš iti preko tega, ne. In takrat so se predvsem izzivi začeli. No, evo, to me zanima, izzivi. Kako si se potem lotil tega? Zdaj, najbrž nisi bil sam, si zgradil ekipo oziroma se je sama gradila okrog tega. Na kaj si računal pri promociji, se pravi na social media, na študentsko populacijo? Izvoli. Ja, lih to, prve 3 teke, kot so, prijatelji podprejo, super, 20 ljudi ti prije na tek, misliš, da v roku 2 tednov boš tako, kot je v Ameriki, da bo prišlo 100 ljudi na tvoje teke, pa ne boš vedel, kaj z njimi delati, ne. To so naivne sanje vsakega, ki začne z Run Clubom, ki misli, da to se bo zgodilo, ampak realnost je malo druga, ne. Po 2-3 tednih se to zgodi, tisti klasični mogoče ostanejo, ampak moraš pridobivati nove ljudi in to je kar izziv, zaradi tega, ker Slovenci prej tega, oziroma ta naša generacija, ki hodi na Run Clube, te možnosti ni imela, ne. In tu se sreča s prvim problemom, da moraš ljudi dejansko naučiti, kaj sploh Run Club je, kako deluje in na kaj takega bi mogli prijeti, ne. In kako se tega lotiš, je predvsem to, da dovolj dolgo obstajaš. Da si prisoten na socialnih omrežjih, da predstavljaš svoj izdelek, ker tvoj Run Club pa tvoj community, ki ga zgradiš, je tvoj izdelek, ti nimaš drugega za pokazati, ne. In pol je tak dvorezen meč, imaš malo ljudi na tekih, vseeno pa moraš to pokazati, kako se dobro imamo, ne. In prvih par mesecev zna biti zelo težko, ampak lih to, moraš dovolj dolgo vztrajati, ker pol spet stvari se spremenijo, kot se vedno spreminjajo, ne. Si angažiral morda kakšnega profesionalnega videografa, fotografa, ti je naredil nek material posebej za socialne medije? Ne, jaz sem od začetka šel s tem, da naredimo v lastni izvedbi, kar se da narediti. Torej, mi smo rekli, ok, znamo uporabljati Canvo za delanje logotipa, znamo, ok, bomo naredili sami, znamo narediti osnovne videe, zmontirati za Instagram, znamo, ok. In tako je tudi nek proces, da se sam naučiš, kaj deluje in kaj ne deluje. Ker če vedno outsourcaš oziroma daš nekomu drugemu naredi na mesto tebe, super, mogoče bo naredil, pa bo zadeval, ampak ti, če imaš neke izkušnje, to mogoče funkcionira, to naši člani oziroma nekdo, ki prvič pride, to ga je prepričalo na social media oziroma prepričalo ga je ono, mogoče pol lažje znaš graditi. Tako da mi smo vedno že od začetka delali vse sami. Kakšna ekipa je ob tebi? Govoriš, da ste delali, se pravi, Blaž, Mudrica ni, Capo di Bana ali pa je, oziroma ima ljudi, na katere se mora zanesti, da vse skupaj funkcionira. Tako, ja, kot pravijo, one man band, do določene faze lahko gre, pol pa je potrebna ekipa. Tako da jaz sem začel, smo skupaj z eno kolegico, ampak pol so se nekako počasi razšla zaradi različnih interesov oziroma faz v življenju, ker tudi grajenje Run Cluba vzame določen čas v dnevu in je zelo težko urediti, da je vse možno v tistih 24 urah, ki jih imamo. Tako da pol pa počasi začneš graditi ekipo iz ljudi, ki enostavno prihajajo na Run Club. Zaradi tega, ker to so ljudje, ki pokažejo interes v tem in pol nekoga perspektivnega ga pocukaš enostavno za rokav, pa mu rečeš, glej, to mi tu gradimo, bi si želel biti član ekipe oziroma bi želel soustvarjati to, kar delamo. In pol je pa samo to, neke menedžerske sposobnosti, kako znaš nekoga prepričati, da je ta projekt, kjer je trenutno na tej fazi sposoben, da v roku leta ali pa 2 pride do ravni, kjer se bo tudi temu človeku to splačalo, toliko časa, truda, energije v to vložiti, ne. In predvsem to je nek glavni izziv, ne, kako najti ljudi, kjer bi bili pripravljeni v čem takem sodelovati. Koliko ljudi, si potem prepričal oziroma šteje zdaj tvoja ekipa? Trenutno je naša ekipa 4 osnovni ljudi, torej to smo 4, kjer organiziramo večino dogodkov, pol organiziramo naše klasične teke ob torkih, zraven tega pa še mi temu rečemo posebne evente, kot so večji teki za različne sponzorje, brunch rani, različne stvari. Tako da to je osnovna ekipa 4. Zraven tega pa še imamo, ker naši torkovi teki znajo biti, kdaj se zna zbrati precej ljudi in takrat rabiš mogoče, da skupino razdeliš na 2 ali pa 3, zaradi tega, ker bi enostavno za Ljubljano, da teče 60 ljudi hkrati, bilo kar malo nevarno, ne samo za nas, ampak tudi za ostale udeležence prometa, tako da takrat smo nekako sklenili, da bomo našli, kako temu reči slovensko,
bom rekel v angleščini pacerje, torej nekakšne narekovalce tempa. Enostavno med tisti člani, ki prihajajo, ki so ponavljajoči, ki uživajo v tem in smo jih vprašali, ta vikend, ta teden bi rabili nekoga, ki nam pomaga, ne rabi za drugo skrbeti, priješ ti traso dobiš, tempo, veš, kakšen laufamo. In tako, in so se ljudje super odzvali, ker ko nekomu daš neko odgovornost, on začuti tudi nekaj malo več smisla oziroma se želi še bolj pomagati in to gre z roko v roki. A ne. Osnovni koncept, torej, teh torkovih tekov, kakšna razdalja, kakšen tempo, kje se dobivate, kje tečete? Ja, tako je definicija Ljubljana Run Cluba je, da je to socialni tekaški klub za mlade odrasle. Torej, to pomeni, tu imamo že prvo navzkrižje za tujino, ne, ker v tujini so se Run Clubi zdaj v zadnjem letu ugotovili, da obstaja ogromno različnih, oziroma začetnikov. Obstajajo začetniki v teku in obstajajo nekdo, ki teče hitreje, nekdo, ki prav trenira. Ne. In tukaj, če primerjamo Slovenijo s tujino, že tukaj se naredi določeno porazdelitev. Ne. Eni ljudje grejo v ta Run Club zaradi tega, ker je mogoče hitrejše teke treninge, drugi je za začetnike in tako naprej. Ampak v Sloveniji, ki smo tako mala država, oziroma tako nasploh manjša baza ljudi, predvsem v Ljubljani, smo mi rekli, ok, mi tega žal ne bomo mogli delati. Če hočemo zadeti bolj masovno populacijo, bomo mogli se enostavno prilagajati večini ljudi, a ne? Kako se nekako vsem prilagodiš, narediš Galosovo krivuljo, kdo je najbolj številčen in smo ugotovili, to bomo lahko naredili z tempom tam okoli 6:30, tako da naša definicija je, mi tečemo 5 km, zberemo se v torek ob 6. uri, naprej napovemo lokacijo, teče se 5-kilometrska trasa, probamo narediti, da je čim lepše tudi turistom v Ljubljani. Tečemo tempo nekje okoli 6:30 zaradi tega, ker je to za tiste, ki začnejo nekako lih prav izziv, za tiste, ki so bolj izkušeni tekači, jim je dovolj, da jim je pogovorno in pol se nekako lih lepo porazdelijo. Tako da to. Se pravi, če prav razumem, itak Run Club, Social Club, to je brezplačna udeležba, ljudje spremljajo, ne vem, Instagram, moče Stravo, spletno stran, se prijavijo tam ali se nič ne prijavijo, samo pridejo. Tako, naša osnovna definicija tega, kaj delamo, je to, da so to brezplačni teki za vse. Torej, če imamo v Ljubljani tujca, ki je prišel na dnevni izlet, oziroma tukaj je na Erasmus praksi, Erasmus karkoli, on lahko pride se pridruži kadarkoli. To mi tečemo vsak torek, to se lahko udeleži kdorkoli. Zraven tega pa smo koncem lanskega leta začeli organizirati še posebne dogodke, kjer pa je neka minimalna kotizacija, enostavno, da se stroški organizacije oziroma kaj na tistem teku nekdo dobi dodano vrednost, a je to obrok, kosilo, karkoli pokrije. Ti posebni dogodki, je to kakšna posebna lokacija, so to različne lokacije, vezano morda na sponzorje? Tako, vezano na sponzorje, na dogodek, kjer smo si zastavili, zelo različno. Recimo, zadnji večji, recimo, dogodek, koliko je bilo udeležencev, kje ste ga imeli? To je pa zdaj zelo dobro vprašanje, ker tu se lahko pogovarjamo o dveh različnih možnostih, kako to izvedemo. Lahko se pogovarjamo o tistem, kar je ključno za tudi grajenje community, je, da začneš to delati na manjšem nivoju. Ker če imaš vsak teden 60 ljudi, se bodo ljudje med sabo zelo težko spoznali. Tako da zdaj gremo tudi drugo opcijo, da lahko narediš, naprimer prejšnji vikend smo imeli, angleško se reče brunch run, ker moramo enostavno naš jezik komunikacije angleščina, ker imamo ogromno tujcev. Ja. In je bila definicija koncepta brunch runa, torej 5-kilometrski sobotni tek po Ljubljani, na koncu pa še brunch oziroma torej restauracija oziroma obrok v restauraciji v Ljubljani. In je bil zelo lep koncept. Omejeno 20 ljudi, ljudje se med sabo zelo povežejo čisto drugače kot na kakšnem masivnem dogodku, ker spoznajo en drugega in je dosti bolj pristno in je spet druga plat Run Cluba, ni vse masivno, lahko vse na manjšem nivoju in je enako zelo lep dogodek za nas in pa za udeležence. Predstavljam si, da je teh 20 mest, 20 kart šlo zelo hitro. Je šlo. Glede tega smo zaenkrat zelo zadovoljni. Nas povpraševanje, vedno ujame v tem, kaj damo ven. Tako da upamo, da se bo ta trend nadaljeval oziroma da se bo še povečal, sigurno. Da so mlajši odrasli, kaj pa spolna struktura, več deklet, več fantov, različno glede na dogodke, tvoja ocena?
Zdaj, če naredimo nekako povprečje, bi rekel, da je mogoče 60-40, torej v naklon v 60% žensk, 40 moških. Moja razlaga, zakaj to je, predvsem zdaj po zimi, je enostavno tema ob štirih. Ženske se marsikdaj ne čutijo opolnomočene, da bi po službi, po obveznostih na faks enostavno šle same teč in ko je takšen skupni dogodek, da se lahko pridružijo neki skupini, ker se počutijo bolj varne, tako izkoristijo to priložnost. Tako da to, starostna skupina pa je naša ključna med 27, okoli 27 let, torej med 25 in 30. No, zdaj to počnete že pač 2 leti. Tako kot sem vprašal, ostala dva sogovornika, bom tudi tebe. Ko sem jaz prvič, mislim, da sem Ljubljana Rankla prvi zasledil v Sloveniji na Instagramu, a ne, sem videl kupico mladih, ki je laufala, mislim, da v Ljubljanski grad, pa potem čez center in tako naprej. Vse skupaj je izgledal kot en tak, bom rekel, en žur, en spoznavni, bom rekel, spoznavni žur pravzaprav, a ne. In to hočem navezati. Run Club je tudi date club, oziroma, da se ne bo grdo slišalo, vendarle hodijo mladi sem, prej si rekel, se spoznavati in pač iskati morda tudi neke romantične veze in tako naprej, partnerje. Definitivno, kot vsako društvo. Tudi Run Club definicija je, da je to skupnost ljudi z enakim interesom. Ne? Torej, enak interes vsem, ki pridejo na naš event oziroma na naš tek, je, da jih tek vsej malo zanima, da k nam pridejo. Ne? Ker če ne bi prišel nekdo, ki zelo težko preteče 5 km. Tako da že tukaj se med sabo zelo dobro sfiltrirajo ljudje, vidijo, kdo ima približno iste oziroma enake interese. Tako da ja, sigurno se dogaja to, ampak hvala Bogu, ne, kako bi rekli. In mislim, je nastalo kaj parov že zdaj v teh 2 letih, ki jih poznaš, pa da si jih zasledil tudi zaradi Ljubljana Run Cluba? Ne beležimo točno, ampak se je zgodilo. Sigurno smo opazili koga. Mislim, odlično. Da teh združuje tudi na ta način, sem totalno navdušen, no, tudi nad samim fenomenom. Zdaj si mi razložil, zakaj se to pojavlja. Zdaj, kaj pa tvoj pogled na ostale Run Clube, kar nekih je zrastel tudi v preteklem letu in v Mariboru, malo večji, pa tudi v Ljubljani in tako naprej. Kako gledaš na njih, s katerimi v teh povezujete, morda ste v kakšnih odnosih, oziroma ljudje morda prehajajo tudi z enega v drugi klub, pa tako naprej. Zdaj, če začnemo na koncu, jaz mislim, da že v Ljubljani, ker je naša trenutno glavna postaja oziroma baza ljudi oziroma udeležencev, ki se udeležuje naših tekov, se sigurno ljudje prepletajo med različnimi Run Clubi, ker ni baza tekačev tako velika, da bi mi imeli svojih 50 ljudi, ki bi bili ok, na drugi Run Club ne grem, ker to ni normalno, oziroma tega nišče niti ne bi podpiral. Kot si prej povedal, tek nas združuje, ne? Združuje to ljubezni, kjerkoli, in je čisto prav, da ljudje hodijo na različne, da se udeležujejo različne, že zaradi tega, da vidijo, da spoznajo različne ljudi in pol dejansko ugotovijo, kaj jim najbolj paše. Ne? Pol druga stvar, jaz zelo podpiram, da obstaja več različnih Run Clubov, predvsem tudi v zadnjih par mesecih, kar sem zasledil na socialnih omrežjih, se je ogromno ustvarjalo tudi izven Ljubljane, kar je zelo pohvale vredno. In upam, da jim bo uspelo, da bodo čim dlje vztrajali, da jim uspe na ta način. Tudi v mojem Prekmurju. Tako da, evo ga, super. Ko bomo naslednjič v Murski Soboti se pridružim, vidim, da je tudi tam eden Run Club. Odlično. Ja, izvoli. Tako da to mi je ključno. Kaj pa moja prispodoba temu, ne? Tudi v Sloveniji imamo več različnih tekaških maratonov. Ne? Imamo maraton 3 src v Radencih maja in poljubljanski maraton oktobra in en drugega ne izključujeta. Ne? Oziroma še kaj prej en drugemu pomagata, da dobita več ljudi. Zaradi tega, ker več tega se dogaja, bolj so ljudje vajeni in več na to hodijo. Se pravi, odlično si to povedal. Pravi, več konkurence v narekovajih, več Run Clubov, več social clubov, ker jih je, dejansko celo sceno dela bolj zanimivo, več ljudi privabi in tako naprej. In za vse, praviš, vse dobro. Točno to, pa tudi med sabo se izboljšuješ, ker enostavno vidiš, ker če ne boš napredoval, če ne boš ponudil boljši produkt, ker ga bo pol nekdo drug, zakaj bi obstajal, ne? Sej. Prav. Mislim, je to malo startupovsko podjetniško razmišljanje in mislim, malo konkurenca na trgu, kar se mi zdi, mislim, vrhunsko, da en drugega s tem izboljšujete. Zdaj, prej si rekel, dosti dela
ti si zaposlena, ne, si delaš v farmaciji, športaš intenzivno, se ukvarjaš z Run Clubom, najbrž še s čim, koliko dela ti to pač vzame, mislim, časa ti vzame za to, da to vse zorganiziraš in kako gledaš naprej, leto, dve, tri, če bo ta stvar še rasla in bo terjala še več, bom rekel, pozornosti z tvoje strani. Ja, zelo dobro vprašanje. Če ga razdelava, koliko časa vzame, koliko želiš, ne, je pravi odgovor. Mislim, da zdaj lahko se to zastaviš čim bolj enostavno, da s čim manj dela narediš najboljši minimalni produkt na trgu, kateri bo deloval. Če se tega lotiš na ta način, boš nekaj časa obstajal, pol te bodo pa hitro ostali povozili, ne. Tako da naš moto je, da probamo enako, s čim manj truda narediti čim boljše, ne. Se sliši kontradiktorno, ampak če nekako ugotoviš, kaj so tiste osnovne stvari, katere mora vsak dogodek imeti, da je to res dobra energija, kako to ustvarjamo, da je to neko druženje tukaj, tam, bolj hitro vidiš, da obstaja 5-6 stvari, katere so ključne za vsak uspešen dogodek. In če nam to uspe nekako na dolgi rok ohranjevati in pa še izboljševati, sploh ne dvomim, da bi postajali tudi v roku leta, 2-3, kar bo pa sigurno ključno, pa je, da se bo tudi mogli slovenska športna podjetja videti večji smisel oziroma večjo vlogo v Run Clubih nasploh v grajenju oziroma prepoznavnosti njihovih brendov, ker trenutno, kot si rekel, mi to delamo za tekače zastojno, ne, in pol mora nekje priti druga vrsta monetizacije. V tujini se to dogaja pri nas, tudi tukaj smo kako leto, dve zadnji, pa tudi to ne dvomim, da se bo trend spremenil. Že čutiš morda na terenu, najbrž si v stiku, rekel si že sponzorji, ki podpirajo vaše dogodke, zdaj najbrž še v manjšem obsegu, ampak čutiš morda, da prav ta gospodarski del scene vidi potencial, vendarle, mislim, če imaš 3, 4, 5 tisoč sledilcev na socialnih omrežjih, če pride toliko in toliko ljudi, tja exposure je izjemen, tudi predvsem med mlado populacijo. Kakšni so odzivi, recimo, od firm, s katerimi si, recimo, v kontaktu? Ja, pri nas tukaj v Sloveniji jaz bi še vedno rekel, da je glavni trend podpiranje večjih tekaških dogodkov, torej z več udeleženci, ker lahko z enakim vložkom oziroma večjim vložkom zadaneš večji spekter ljudi, ne. Enostavno, Ljubljanski maraton ima udeležencev 15,000 plus, ne. Mi takih dogodkov nimamo, tako da tukaj se že pol malo razlikuješ, ampak ja, kar je ena od ključnih točk, kaj si povedal, je enostavno doseg oziroma število sledilcev na socialnih omrežjih, to je vedno bolj pomembno ljudem. Kar pa je naša prednost, pa mogoče drugi maratoni trenutno nimajo tako, je pa predvsem ta populacija oziroma naš community, katerega imamo. To so mladi ljudje od 200 leta naprej oziroma še manj in to so, da se ne bom grdo izrazil, mokre sanje vsakega sponzorja oziroma vsakega brenda, da tu dobiš svojega ključnega kupca in če ti to uspe, pol boš lahko, če boš dobro delal, imel kupca celo življenje, ne. Tako da, glede tega smo v veliki prednosti proti ostalim športnim dogodkom, karkoli, tako da na to računamo in na tem gradimo. Zdaj, rekel si, ni to trening klub, ni tekmovalni klub, pa vendarle se morda vseeno kdaj skupinsko odpravite na kakšno prireditev, pripravite za njo, eventualno prijavite na njo ali pa spromovirate kakšno. Ja, v mesecu decembru smo bili v Zagrebu na Advent Run, mislim, da ne bom narobe naglasil, povedal, kako dogodek izgleda, tako da je bila zelo lepa izkušnja, ampak to je tako, ni to naš dogodek in pol seveda probaš nekako z neko omejeno številom ljudi vseeno iti sem zaradi tega, ker je drugače logistika zna biti zelo kompleksna, ne. Tako da, kar pa nas drugače začnemo delati različne delavnice, zdaj načrtujemo delavnico pravilnega tekaškega teka, ker opažamo, to so ljudje, ki nam prihajajo začetniki in bolj, če jim omogočiš neko delavnico, da spoznajo, kako pravilen tek izgleda, kaj je potrebno, pravilno dihanje, take stvari lahko zelo opolnomočiš, ne samo zaradi tega, kakšen odnos bo imel on do teka, ampak da bo tudi z večjim veseljem pa še raje prišel k nam pa predlagal naprej, tako da to so nekaki stvari, ki grejo z roko v roki. Ni sam social oziroma ne sme biti sam socialno, ker pol hitro zgubi stik z primarno dejavnostjo, kar je. Ni sam klub, je pa Run Club, ne. In vseeno moraš tisto pravo tekaško noto do tega vzdrževati in to je preko različnih stvari, je to preko delavnic teka, česarkoli. Zdaj, če bi te vprašal,
kje se vidiš sebe, pa pač Ljubljana Run Club čez 3, čez 5 let, kakšna je vizija, s čim bi bil recimo zadovoljen ali pa na čim bi bil navdušen? Prva bi bila, da še naprej rastemo, oziroma da se rast malo pohitri in da sponzorji prej spoznajo, kakšen benefit lahko dobijo oni, če začnejo prisostvovati pri čem takem, oziroma pomagajo graditi nekaj, kar skupaj gradimo. To bi bilo prva točka, katero bi bilo treba obkljukati, pol naprej pa, da ustvarimo ekipo, da ekipo opolnomočim, da se med sabo opolnomočimo v bistvu, da začnemo še bolj homogeno rast, da dosežemo večjo rast, začnemo graditi oziroma organizirati dogodke na večji skali, da ni to omejeno mogoče na 100 ljudi, kot je bilo v zadnjem letu, da nam uspe kdaj kaj večjega. Tako da to v naslednjem letu, če te dve kljubci obkljukamo, bom zelo zadovoljen. S katerimi kljukcami, ki bi jih odkljukal, pa bi bil zadovoljen? Blaž Mujdrica, tekač, triatlonec, športnik, kot tak, kakšne so tvoje ambicije letos? Za leto sem se zadal, da ponovno ponovim udeležbo na polovičnem Ironmanu. Sem izbral kar Poreč, ker je izjemno blizu, lahko domači ljudje, navijači, prijatelji pridejo podpret, tako da se mi zdi zelo lepa priložnost. Tako da to oktobra, pol pa še maraton, rečva pod 3 urami. Lani sem se udeležil prvič in je bilo kar izkušnja, tako da letos pa gremo all in. Jaz vem, da ti bo uspelo. Maraton po 3 urami, verjemi, ja. To ti zmeraj ostane. V Ljubljani morda ali kje drugje? Nisem še gledal, kako se terminsko prekrivata Ironman Poreč in pa Ljubljanski maraton, ker vem, da sta skoraj isti vikend ali pa en vikend med sabo, tako da če uspe, bi bilo v Ljubljani izjemno lepo. V Valenciji žal nisem bil izžreben za štart, tako da evo ga, decembra ne bo šlo, tako da evo ga, mogoče pa kdaj prej, kaj druge. Bravo. Bravo, jaz ti želim, ja, da ti vse to, kar si rekel, uspe. Mogoče čisto na konec, čistko vprašanje, malo provokativno, pa vse, zakaj se mi zdi, ne, da študenti, mladi ljudje iz province, ki pridejo v Ljubljano, so bolj proaktivni, bolj podjetni kot pa sami Ljubljančani, ne? Z vsem spoštovanjem, dragi Ljubljančani, ki ste tam born and raised, ampak Štajerci, Prekmurci, Dolenci, Primorci, vsi, ki pridejo v Ljubljano, marsikdo je zelo podjeten, ti si tudi Prekmurec, ne? Čisto krven in si v Ljubljani postavil, rekel, tako zelo zanimivo zgodbo, čistko, no, malo za šalo, malo za res. Zakaj smo ljudje, recimo, ki nismo Ljubljančani, morda, ne, pa pridemo v Ljubljano, potem živimo, recimo, malo bolj aktivni kot pa lokalci? Mogoče prva točka taka je, ker smo enostavno prisiljeni to, ne. Če priješ v Ljubljano iz drugega konca Slovenije, hitro postaneš brez tiste osnovne družbe, ki si imel v srednji šoli, ne, in enostavno se moraš postaviti v proaktiven položaj iskanja priložnosti, ne. Mislim, da je to zelo pomembna dejavnost oziroma komponenta tega, da kaj takega poskušamo. Tako da če bi mogel en odgovor dati, bi ti dal tega. Mislim, ni več kaj za dodati, spoštovani in spoštovane. Evo, jaz sem imel tudi, pa ne bo o tem, no, pa poznam tudi nekaj Prekmurcev in tako naprej, ki so bili zelo uspešni, ko so prišli v Ljubljano. Tako da jaz ti želim, Blaž, ja, da Ljubljana Run Club živi in prosperira še naprej. Zadnja beseda bo seveda tvoja, prosim lepo, za zaključek najnega pogovora. Povabi najno poslušalstvo in gledalstvo na naslednji dogodek, na naslednji tek, ki ga Run Club Ljubljana organizira, prosim. Vas bom povabil kar na naš najboljši tek, jaz temu rečem, in to je vsak torkov tek ob 6. uri v Ljubljani. Zberemo se trenutno na Kongresnem trgu, ena izjemna skupina ljudi, izjemno prijetna, izjemno dobrosrčna, in verjemite, ne boste obžalovali, če se udeležite takšnega teka, ker boste spoznali toliko novih ljudi, izjemno lepa izkušnja in ljudje, ki vam bodo mogoče ostali celo življenje. Tako da jaz ne bi dvakrat razmišljal, torek ob 6. uri. Povedano je, spoštovani, spoštovane, slišali ste vse ostalo na socialnih omrežjih, spodaj polinkano. Tebi, Blaž, pa še enkrat hvala za tvoj čas, pa za tole res izčrpno poročilo, pa pogovor. Sem užival,
kot rečeno, sem navdušen nad tem, kar počneš ti, kar počnejo tvoji kolegi. Tako da, če bom kdaj v torek ob 18. tam okrog kongresca, bom prišel, pa te bom potrepljal po rami. Evo, tako. Evo, super, vabljen vedno, Marko. Hvala in srečno, Blaž. Hvala, srečno tudi vam. Hvala tudi tebi, Blaž. Na koncu samo še napovednik filma Badwater 135. Vam pa želim uspešne kilometre v tem depresivnem januarju, ki bo kmalu postal tudi februar, potem pa začnemo zares trenirati. Hasta la vista, se vidimo naslednji teden. Hot, excruciatingly difficult terrain, especially even the winds and stuff, will come and get you. Upam, da te že dosti 60 let bi že lahko najdel rezervo, mislim. Jaz se ne oziram, kaj okolje misli ali pa kaj si drugi mislijo o meni. Ne? Jaz vse stvari v življenju, ki jih počnem zaradi sebe oziroma zato, ker so to moji cilji ali pa moje neki hobiji. Jaz vem, da moje okolje mene jemlje kot drugačnega, mogoče še s kakšnimi drugimi besedami opisal, ampak to je njihov problem, to ni moj. Ne? Jaz tečem, jaz sem zdrav, jaz se dobro počutam in uživam v tem in če imajo drugi težavo s tem, je to njihov problem, ne moj. A te kaj tle pohladimo še jesti? Ne. Je zelo dobro, moram reči. Klance, pa ne vem, ali že klanca, ali bomo še nisem.